Torej, dober večer vsem skupaj in dobrodošli nazaj na Parabellum. Kot vedno sta z mano Daniele Moro in general Capitini. Čez približno pol ure pa se nam bo pridružil tudi Edoardo Fontana, da bomo skupaj povzeli škodo, ki so jo utrpeli eni in drugi. Hvala obema, da sta tukaj in začel bom kar z zahvalo. Gli accordi, questo famoso accordo. Ki je predstavil recimo ta del. Že četrtič, ker je to že četrtič, da je bilo predstavljeno, in takoj sem želel, da predloge, ki jih je dal eden in drugi, sem si prebral in iskreno dovolj bi bilo, da jih prebereš, da razumeš, da ta dogovor ne bi mogel uspeti. Že zaradi izhodišč, ki si jih je vsak zastavil že od začetka. Dei punti sono completamente antitetici. Eden z drugim ira. Vuole la libertà di njihov jedrski program. Američani so celo želeli inšpekcije, ki bi potrjevale škodo povzročeno na bazah in odstranitev kakršnega koli materiala. Eden želi odprtje Hormuške ožine, drugi pa pravi, da jo nadzorujejo oni in celo več. Zaračunali bi, kar je paradoks, saj ne verjamem, da bi bile zalivske monarhije tako pripravljene plačevati cestnino tistim, ki so jim to že storili, iz škode za financiranje morebitne dodatne škode, zato bi bilo dovolj, da bi te točke prebrali skupaj. Obstajajo tudi odškodnine za vojno. Iran želi odškodnine, za katere iskreno ne verjamem, da jih bo dobil. So tako zelo različni, tako nezdružljivi na eni in na drugi strani, da je bilo nemogoče, da bi se dogovorili. Torej, začel bom z vprašanjem, ki si ga vsi zastavljamo. Kaj pa ta ameriška blokada? Pavlo, tisto, kar je že v narekovajih blokada, ki je bila vsaj zaradi nezaupanja v situacijo v Hormuški ožini uvedena, je vzdržna, ima smisel strani Američanov, glede na to, da že zdaj, v najboljšem primeru, skozi pride 1015 ladij na dan. Obstaja blokada, ki je predvsem posledica dejstva, da letijo rakete in droni. Če si ti zunaj, narediš še eno blokado, tukaj se vsi smejijo in v klepetu vidim blokado na blokado. Ampak ali je to rešitev? Ne, rešitev je bila pustiti zgodbo tako, kot je bila prej. Mi poskušamo ponovno odpreti ožino, ki je bila že odprta, ki je bila pred 40 dnevi povsem odprta in prehodna, brez carin od kogarkoli, ob upoštevanju pravil plovbe, tistih običajnih. Zdaj se je ustvarilo vse, kar se je ustvarilo, ni treba ponavljati in na tej točki je blokade, zdi se, kot da bi hoteli vzeti iz rok, ni treba ponavljati, pravi. Niste vi tisti, ki blokirate ožino, ampak mi smo tisti, ki vam blokiramo ožino, ki je že blokirana od vas, ker ste vi blokirali ožino. Zdi se, Branduardi. Ki jo je na tržnici kupil moj oče. Zdaj bo Kitajska, ki blokira Američane, ki blokirajo Irance, ki na tržnici, ki jo je moj oče kupil. In če bomo tako nadaljevali, se bomo blokirali vse do Antarktike. Ampak v redu, torej, ideja je bolj politična kot dejanska, v tem smislu. To bi služilo za dokazovanje, da so Združene države, ki so pomorska sila, ki živi od nadzora nad ožinami, živi od nadzora nad vsemi ožinami. Na svetu jih ni prav veliko teh ožin, kjer moraš nujno skozi, ožin in kanalov. Je Malaka, je Tajvanska ožina, je Bab el-Mandeb, je Hormuška ožina, so Dardanele, je Gibraltarska ožina, je Sicilski preliv, je Panamski prekop, Beringova ožina. Na koncu ni milijonov krajev, kjer moraš nadzorovati vse te točke, vse, če imate potrpljenje, da jih preverite. Jih nadzoruje mornarica Združenih držav Amerike. Tako je ideja, da bi si kdo drug kot mornarica Združenih držav Amerike drznil zapreti pomorski prehod, skoraj kot zločin žalitve veličanstva. Ampak ne samo za Trumpa, za celotne Združene države Amerike, ki svojo moč temeljijo prav na tem. So talasokracija, kar ni kožna bolezen, ampak pomeni, da so pomorska sila. To lahko storijo z pravnega vidika. Da. Če nekdo spoštuje določena splošna pravila,
se lahko v državah v vojni uvedejo pomorske blokade, če so izpolnjene osnovne zahteve. Naprimer, treba je natančno navesti koordinate, kateri morski prostor je podvržen blokadi. Skratka, 4 točke z geografskimi koordinatami, zemljepisno širino in dolžino, dolžan si navesti uro in dan začetka blokade. Moraš katere kraje blokiraš, katere pristanišča ali odseke obale blokiraš in moraš dolžan si obvestiti vse ladje, ki plujejo v tista območja, da bodo vstopile v območje, ki je podvrženo pomorski blokadi. Dolžan si obvestiti, prav tako imaš dolžnost, da ne povzročaš škode civilnemu prebivalstvu, in tudi dolžnost, da blokada ne presega vojaških potreb. In tako mora biti. To so stvari, ki jih pomorsko pravo predvideva za vzpostavitev blokade in morajo predvsem veljati za vse ladje. Ne moreš, tebe ustavim, tebe ne. Pomorska blokada predvideva, da morajo biti vse iranske, kuvajtske, kitajske ladje, od koderkoli že so, ki prečkajo območje pod blokado, ustavljene in zavrnjene. Torej ni tako, da ti, ki odhajaš, ti, ki plačaš, te ustavim, ti, ki nisi plačal, lahko greš naprej. Ne deluje tako, blokada velja za vse, za plovila vseh zastav. To je blokada v tem smislu. Paolo, oni bi radi prestregli ladje, za katere mislimo, da plačujejo pristojbino Iranu. Govorimo o civilistih? Jaz govorim o tem, kar pravi pomorsko pravo. Pomorsko pravo pravi, da jih moraš ustaviti. Vse, tiste, ki plačujejo, tiste, ki ne plačujejo, tiste, ki plujejo pod katerokoli zastavo plujejo, vključno z ameriško. Tudi država, ki uvede blokado, ne sme dovoliti prehoda trgovskih ladij skozi notranje vode. Ampak tukaj je malo zmede. Zakaj želijo iti samo na tiste, ki plačujejo dajatev Iranu? To pomeni, da vi ne morete zaračunavati dajatve za prehod tam, zato mi blokiramo tiste, ki želijo plačati dajatev, medtem ko drugim dovolimo prehod. Po mednarodnem pravu tega ni mogoče storiti, zaradi mednarodnega pomorskega prava, ki je nekoliko bolj zavezujoče od mednarodnega humanitarnega prava. In tako naprej, ker je to tisto, kar vsem omogoča, da plujejo po svetu bolj ali manj brezskrbno. Če začneš govoriti, da ustavljaš nemške ladje, ne ustavljaš francoskih, japonskih, kitajske ustaviš, druge ustaviš, greš proti merilom, ki določajo pomorsko blokado. Tukaj moraš zavrniti vse, moraš vse obvestiti, vse zavrniti, imaš pravico pregledati tiste, za katere se odločiš, okrepiti svoj vojaški tovor ali strateški material za svojega sovražnika. Per l'Iran. Pravica do je pravica do, pravica je pravica do, prihranka je pravica do. Zajema celotno območje Perzijskega zaliva, kjer ležijo države. Zdaj ne vem, če se jih vseh spomnim, Oman, Emirati, Saudska Arabija, Kuvajt, Bahrajn, vsi so prav tako blokirani. Če blokiraš dostop do Perzijskega zaliva ali do ožine Hormuz, je isto. In s temi državami nisi v vojni, ker je še en pogoj za uvedbo blokade ta, da si v vojni z eno od držav, ki jih greš blokirati. Blokada pomeni, da si v vojni z državami, ki jih blokiraš. Drugače postane to ukrep trgovinske blokade. Jaz blokiram španske ladje, tako da na Sredozemlju trgujem samo jaz. To nima smisla. Za pomorsko blokado moraš imeti bolj konkreten spor, torej moraš biti v vojni. In zdi se mi, da so Združene države celo, če se prav spomnim, zavezniki Saudske Arabije, če se prav spomnim. Torej je to mehiški obračun, jaz blokiram tebe, ti blokiraš mene, vsi smo blokirani. V bistvu, kakorkoli, zdaj ni problema, ker bo Trump, ko bo hodil po vodi, uspel pobrati mine eno za drugo. Kot veste, mu to odlično uspeva. Daniel, kruh in ribe, tudi jaz iščem. Torej, Daniel, kako so v Ameriki sprejeli to zgodbo o tem, da jaz blokiram tebe, ti blokiraš mene, vsi smo blokirani, gospodarstvo gre v maloro?
Ker danes sem bil pri Ivanu Greku, sem pri njem in mi je rekel, da je pica, on je v New Yorku, če se ne motim, prav tam je rekel. Jaz sem na Aveniji pri pizzeriji, kjer je v enem mesecu pica šla z $4,50 na $6, torej za $1,50. In bencin na galono se prodaja nad 4,5, to je kar pri nas reči, da bencin stane več kot €2. Začele so se vrteti cene, to v enem mesecu. Zakaj? Ker tam nimajo kot mi tega občutka, te ljudje tukaj. Ali pa je prevelik nadzor nad cenami že vnaprej povzročil, da je vse naraslo, vse se je podražilo. Malo, kot je rekel Pavlo, se zdi kot obupan manever, da tam naredijo blokado in rečejo, kdor plačuje Iran, bo blokiran. Mimogrede rekel je tudi, da so Angleži z nami, a Angleži so rekli, ne, mi s tem nimamo popolnoma nič, to ni res. Kakšni so komentarji v Ameriki glede te Trumpove odločitve? Torej, če spremljamo tudi ameriške podcaste, tudi pred pol ure, vprašanja, ki si jih zastavljamo mi, si jih zastavljajo tudi oni. V smislu, da je Trump uspel postaviti ne samo voditeljem držav in vlad po vsem svetu, vprašanja, torej, kaj ta gospod sploh hoče? Cosa vuole? To vprašanje si zastavlja tudi javnost. V smislu, če pogledaš del Trumpovih volivcev, kot si ravno govoril, bencin po 4,60. Tako je, Kalifornija, ki ima tradicionalno najvišje cene, se približuje 6. Inflacija, omenil si New York, inflacija je spet narasla. In rad bi spomnil tvoje sledilce, da je sredi maja guverner Federalne rezerve, ki ga je Trump leto dni poskušal odstaviti. Powell, ki ga je mimogrede imenoval on sam, toliko o doslednosti te osebe. Ker mu je Powell rekel, pazi, nevarno je zniževati obrestne mere, v bistvu zniževati stroške denarja. Zdaj se bo vsak, ki bo prišel na mesto Powella, soočil z obratnim problemom. Namreč, da stroški denarja že naraščajo. Cene so ušle izpod nadzora, tako kot v vseh državah sveta. Ko se inflacija začne, je enostavno dvigni cene, zelo težko pa jih je spet znižati. Naj ti dam primer. Ameriške letalske družbe niso zvišale samo cen letov, ampak so zvišale tudi posamezne postavke, na primer prtljago, ki je bila prej brezplačna in vključena v vozovnico, zdaj pa jo moraš plačati. Torej, doplačilo tukaj, doplačilo tam. Povprečen Američan, za katerega vsi vemo, da v povprečju živi, kot pravimo, od plače do plače, vemo, da ima 40% ameriških družin v povprečju $400 na banki za nujne izdatke. Takoj, ko se le minimalno dotakneš življenjskih stroškov, je škoda že narejena. Zmanjšanje pomoči za ameriško zdravstvo. Prebivalstvo trpi. Če pogledaš ankete, vidiš, da je del njegovih volivcev in to je mogoče. Banka, banka, banka. Ampak on je rekel, da bo čez en mesec vse v redu. Se Ormuz ponovno odpre. Kakorkoli že, mi prodajamo svojo nafto Evropejcem. S tem služimo. Skratka, del ameriškega republikanskega javnega mnenja to sprejme. Pravi problem je tisto, kar si ti na začetku rekel, Mirko. In to je, da kdorkoli je prebral oba predloga, recimo predloga Irancev in Američanov, misli, da ima opravka z dvema različnima vojnama. Ne, dve različni vojni, iz dveh različnih svetov, iz dveh različnih stoletij. 1, 2. Tema, ki si ga zdaj izpostavil, torej, kaj se govori? Name vpliva dejstvo, da imam neki prijateljev, ki delajo ali so delali na State Departmentu in nasploh vladnih agencijah. Naj vam dam primer. Na State Departmentu so lani odpustili približno 1300 diplomatov. State Department je majhen v primerjavi s Pentagonom, vendar je ključen.
Na to me je spomnil moj nekdani sošolec z univerze, ki je bil ameriški veleposlanik pri NATO in veleposlanik v Pekingu. Pred 3-4 meseci ga je za spremembo odpustil Trump in Nick Burns, ki je ena najbolj uglednih oseb v Združenih državah glede teh stvari, je rekel: poglej, ta dvojec, Wittkok in Kushner, hodi po svetu pogosto brez tolmača, brez strokovnjakov iz State Departmenta. In dal je prav primer, rekel mu je, mi smo imeli sodelavce na State Departmentu, ki so govorili farsi. Zdaj, če greš na pogajanja z Iranci, ni treba biti genij, da razumeš, kako pomembno je imeti nekoga, ki mu je to materni jezik in tudi pozna psihologijo. Dell'interlocutore. Ali pa psihologijo nasprotnika, ki ga imaš pred sabo. Skoraj vse so odpustili. Druga tema, ki jo je prejšnji teden spremljal vsak, ki je gledal Parabelo. Če se spomniš, Mirko, smo prvič govorili o tem, mislim, da je bil to res prvi italijanski podcast. Problem postavlja Pentagon. Pentagon je postal izjemna točka odpora proti zmešnjavam Trumpa in njegovih bližnjih. V Pentagonu ni le veliko jeznih ljudi, ker so še pred kratkim odstranili tudi zelo sposobne ljudi, ampak tudi tisti, ki jih še niso odstranili. To se je že zgodilo, ko so napadali karibske ribiče v mednarodnih vodah. Kot je rekel general Capitini, ti preletiš nebo, kogar srečaš, ga ubiješ, potem pa ti bom povedal, kdo je bil, zakaj in tako naprej. Pentagon je točka odpora. Druga novost nocoj, o kateri govorijo vsi ameriški mediji, so Trumpove žalitve papeža. Pozor, nocoj se zaradi tega razdvaja katoliški svet. In pozor, ne samo katoliki, tudi evangeliki, tudi kristjani, recimo nekatoličani, tudi na desnici. Tudi v delu sveta, ki je pomembno podprl izvolitev Trumpa. Rekli so mu, da je pretiraval. Še enkrat vas spomnim, da sem bil pred mesecem in pol v Washingtonu. Prav tisti dan je objavil videoposnetke, kjer sta bila nekdanji predsednik Združenih držav in njegova žena, Obama in Michelle, upodobljena kot opici. Po nekaj časa je moral odstraniti tisti neverjetni video. Danes se je zgodilo isto. Ne samo, da ga je objavil, ampak ga je potem tudi odstranil. Pred pol ure je dal novo izjavo, spet proti papežu, in povedal stvari, ki jih običajno govori svojim političnim nasprotnikom. On ni dobro razumel, da je papež papež, torej vseeno moralna avtoriteta. Je poraženec, je nekdo, ki ni ničesar razumel. Trump, Torej, morda lic. torej, to je iz tega večera, po mojem mnenju, stvar, ki najbolj pritegne ameriško javnost. Torej, obstaja del volilnega telesa desnega centra, če poenostavimo, MAGA in tako naprej, ki je prvič ugotovil, da ni papež tisti, ki kritizira Trumpovo politiko, ampak da je Trump tisti, ki žali lik svetega očeta kot moralnega voditelja. Opozarjam vas, da je nocoj papež v Alžiriji, v muslimanski državi, kjer govori o miru. Torej, ob vsem tem, kar Trump govori o muslimanih. Zadnja stvar, ki jih lahko združi, je dialog z različnimi civilizacijami. In tudi tisti izpad, ki ga je imel Trump pred nekaj dnevi proti Allahu, ko je govoril o uničenju civilizacije, je papež zelo slabo sprejel, torej ga ni bilo. Pomislite, celo nocoj so iz Teherana prišla sporočila v solidarnosti s papežem, v katerih so rekli, ne smete se dotikati Jezusa. Rekli so Trumpu. Razumete, da je to situacija, za katero upam, da se motim, ampak po mojem mnenju Trump misli resno. Na tej točki ne ve več, kam naj se obrne in zgublja živce, če lahko uporabim besedo, ki jo vsi razumemo. Po mojem mnenju zgublja živce
Mislim tudi na čistko, ki se dogaja znotraj ameriških oboroženih sil. To smo že nekaj časa opažali, kaj ne? Od obdobja napadov na čolne narkokartelov, o katerih sem govoril. Danes jih je ponovno omenil in rekel, nismo uničili iranskih ladij za mali kabotažni promet, ampak kaj, če bi se te približale blokadi? Se spomnite, kaj smo naredili v Venezueli? Tudi to bomo odpravili. Poleg tega pa je večina iranske mornarice že na dnu morja. Kot tudi sam piše, jaz te napade na papeža se mi zdijo iskreno neumni, ker ima on vseeno zelo evangeličansko, apostolsko, katoliško volilno bazo, karkoli že hočeš. Ker tam prideš tudi do takih ravni, kjer obstaja muzej kreacionizma ali kaj podobnega. V Ameriki, kar je zabavno, imajo muzej kreacionizma in so hkrati med vodilnimi na področju znanosti na svetu. Ti dve stvari sta neverjetni. In drugo je prav čiščenje, torej odstranitev številnih članov oboroženih sil, ki se je začelo prav v tistem obdobju. To je muzej znanstvene inteligence, z vidika strokovnjakov, tistih, ki delujejo v zadnjem času. Bivši je veliko večji kot pred enim tednom, ker je bil takšen še pred enim tednom. To pomeni, da so mu v Italiji rekli, glej, to, kar želiš doseči, delo, ki je več kot to. Kot smo videli, ali uničenje jedrskega programa. Tega ne moreš doseči samo z zračno močjo, s pobožnimi željami. Verjetno tudi, če Hekset ni všeč to, kar mu je povedal načelnik generalštaba. In postaviš nekoga, ki ti pove tisto, kar želiš slišati. Vendar sredstva ostajajo vedno ista. Ni tako, da bi poročevalci nenadoma poleteli, ker zamenjaš predsednika države. Torej, strokovnjaki zelo dobro vedo, da vsa ta kampanja ni nastala v najboljši luči in zdaj resnično ne vedo, kako iz tega priti. In to je treba povedati. Mi smo to povedali v različnih prenosih v živo, že od začetka, da Iranci izvajajo izjemno modro strategijo. Že nekaj časa so prenehali poskušati nasprotovati ameriškim in izraelskim akcijam ter nadaljujejo svojo kampanjo, ki je zelo preprosta. Na koncu spremeniti regionalno vojno v globalno vojno v trenutku, ko postane globalna. Vsa seveda krivda. Politična in ekonomska teža tega dejanja bolj bremeni Američane kot Izraelce, ki medtem vodijo tudi svojo vzporedno kampanjo v Libanonu. Prej ali slej ne moreš več nositi teže, ne govorimo o vojaški, ampak prav o ekonomski, in pritiska sveta, ki želi, da od tam odideš. Tako je, po mojem mnenju, blokada Donalda Trumpa prav zadnja obupana poteza nekoga, ki ne ve več, kaj naj si izmisli, samo da bi obvladal situacijo, ki jo je sam ustvaril. To je potem značilno za Američane, kaj ne, Pavlo? Najprej sem bil jaz problem, potem ti ponudim rešitev, problem je, da je tukaj in tukaj, problem za problemom. Blokada na eni strani, blokada na drugi. Iz tega ni izhoda. Pravzaprav je tukaj tudi gibanje kitajskih ladij. Skratka, zadeva se širi, ker vedno več ljudi želi biti vključeno. Jih zanima, kaj se dogaja. Nekateri pravijo, da poleg tega, da je nafta kotirana v evrih ali juanih, obstajajo še nekatere alternative. Nekateri so že začeli plačevati Irancem v valuti, ki ni petrodolar. V tem smislu so Iranci tudi sami predlagali. Potem pa je vse skupaj zamrlo. Evropejcem so predlagali dogovor, kjer bi oni plačali in bi vse potekalo brez težav. Mislim, da se to zalivskim monarhijam sploh ne dopade. Ker če vse, kar izvaža, ne gre skozi iransko sito, obstaja nevarnost, da bo Iran ravnal podobno kot Egipt. Začne pobirati cestnino in bi se močno okrepil. In tega si absolutno ne želijo. Ampak po tvojem mnenju, Pavlo, je takšna blokada vzdržna? Koliko časa jo lahko vzdržuje? Par mesecev, bo spremenil mnenje čez teden dni? Ampak tehnično gledano, kolikor hoče, torej z vojaškega vidika, blokirati ozek del more lahko držiš toliko časa, kot želiš. Da lahko to vzdrži pred celotno javnostjo in pritiskom celega planeta. In to je povsem druga zgodba, če se za trenutek vrnemo k pogovoru o papežu.
Začenem navijati za Urbana 8 in za Pija 5, ki sta bila nekoliko bolj, če bi to povedal, Urban 8. Takšna zadeva je bila že povsem mirno zasedena. Tako da so v zgodovini cerkve obstajali precej trdi papeži, veliko bolj trdi, kot je današnji. Predsednik Združenih držav Amerike, ki deluje brez najmanjše perspektive, brez najmanjše smeri. Zdaj se lahko zmotim glede funkcije, ampak danes je v Pekingu na uradnem obisku vodja španski predsednik vlade Sanchez. In včeraj ali danes je bil tudi. In tukaj se lahko zmotim, Emir, mislim, da ne, ampak resnično nek pomemben iz zaliva, iz držav, ki so danes v vojni, kdaj se začne to romanje. In pričakujejo tudi obisk predsednice ali predsednika Kuomintanga z Tajvana. Da povem, kdaj začne imeti takšne stike. V enem tednu, 10 dneh so vsi v Pekingu, kar ti že da občutek, kako začne gledati na svet, da bi lahko šel naprej, ker je tudi treba. Se pravi, ob neki akciji imaš lahko način, kako odreagirati, ampak ob nepremišljenih dejanjih nimaš niti časa, da bi si zamislil strategijo odziva. Zdaj Trump uvaja blokado, qualcuno onestamente lahko razmišlja, koliko časa bo trajalo. Kakšni so cilji, kakšna so pravila delovanja, po vašem mnenju? A lahko nekdo, ki mora reagirati, izda ukaz ladji? Poglejte, gre za plinonosilko, ki če jo le malo dotakneš, naredi eksplozijo, ki jo praktično vidiš z Lune, vidiš jo. Kaj mora lastnik te ladje povedati svojemu kapitanu? Pred končnim odločevalcem, ki se muči kot predsednik Združenih držav Amerike, obkrožen z ljudmi, ki kadar se ne mučijo, govorijo neverjetne neumnosti. To samo še povečuje entropijo in zmedo. In to vodi vse resnično mnoge, da se obrnejo k edinemu, ki do zdaj ni povzročal zmede, in to je vse skupaj gledano Kitajska. Zdaj, ali je koristno obrniti se na Kitajsko, ali pa to počne iz dobrote, ne? Ampak v primerjavi z norcem je že bolje imeti opravka z zločincem, ker ima vse neko racionalno linijo. Če moraš izbirati med besnim norcem in nekom, ki je samo izkoriščevalec, izberi izkoriščevalca, ker morda najdeš skupno točko glede skupnih interesov. In to je tisto, kar začenjajo početi v številnih državah po svetu. Obrniti se na silo, ki je danes dojeta kot dejavnik pomiritve, in ko si enkrat tako dojet, te lahko hitro izrinejo iz tega položaja zaradi številnih velikih napak Pekinga. To bo nekoliko težko, saj je Peking že zdaj zelo preudaren v svojem delovanju, ima že od nekdaj zelo previdno strategijo, ki se izogiba oboroženim spopadom ali celo neposrednim soočenjem. Zato je precej težko, da bi Peking naredil kaj tako napačnega, da bi vse skupaj znova pripeljal v naročje Združenih držav Amerike. In to je ena največjih škod, ki jih Trump povzroča svoji državi in tistim, ki so okoli njegove države, kot smo na primer mi. Morda ni tako veliko, mi se temu smejimo, je pa čudaškost. To, da položajo, ki jih Združene države izgubijo kot mednarodni ugled, ne bo mogoče povrniti z novim predsednikom. Ne moreš reči, ne, oprostite, zmotili smo se, postavili smo tistega čudaka, zdaj smo spet normalni. Ker so medtem te položaje zasedli drugi. V svojem času moraš zelo garati, da jih izrineš in veliko plača, da jih izrineš. Torej, jaz, ko govorim o Einsteinu, ne vem točno, kaj bo naredil Trump. Ampak prepričan sem, da bo naslednji predsednik, kot sem rekel tudi v drugih prenosih v živo, preživel svoja 4 leta mandata s tem, da se bo opravičeval polovici planeta. Dobrodošel, Edward. Prišel si ravno ob pravem času, kot pravijo. Lahko noč. Glede tega, kar je povedal kitajski obrambni minister, ki je jasno povedal ameriški mornarici, naše ladje uporabljajo Ormuško ožino. Imamo energetske trgovinske dogovore z Iranom. Ne vmešavajte se. In ti prideš kot bomba, kaj ne? Ja, res je, kot nalašč. Pesmi še nisem prebral. In to si mi poslal tik pred prenosom v živo. Torej,
prosim. Ne. Prav to tudi jaz sem razmišljal o tej možnosti, da Kitajska, glede na to, kako pomemben je za Kitajsko trgovinski promet skozi Ormuz, predvidevam, da ste o tem pravkar govorili, v bistvu je očitno, da je Trumpova poteza res pretirana in odpira možnost vsaj diplomatskega spora, ki je zelo pomemben, kot smo pravkar videli. Težava pa je za Kitajsko, in prav to je bistvo te objave, ki jo vidite, ki sem jo pred kratkim poslal Mirku. Gre za to, da bi Kitajska trenutno v tej regiji, torej v Arabskem morju, če bi želela uporabiti letalsko-mornariške sile, imela na voljo res zelo omejen kontingent. Kitajska ima namreč eno bazo, to je tista v Džibutiju, torej bazo, kjer lahko namesti nekaj svojih pomorskih enot, običajno je tam nameščenih nekaj pomorskih enot, vendar je trenutno ta sila zelo majhna. Kot vidite, je ena od teh enot, tista, ki jo vidite zdaj, to je fregata The King, medtem ko je druga, tista na levi, rušilec. Torej, v bistvu sta tam le dve razmeroma sodobni površinski enoti. Če pa bi celo želeli domnevati spopad, kar pa mislim, da ni ravno verjetno, ampak če si predstavljamo takšen scenarij, bi bile bistveno slabše od ameriških udarnih skupin na tem območju. Torej, kaj bi lahko Kitajska naredila? Po mojem mnenju obstaja vedno možnost, da bi spremljali trgovske ladje. To je vsekakor mogoče, torej uporabiti morda sprva dve enoti, ki jih ima na kraju samem, da pokaže svojo prisotnost, recimo spremljati trgovske ladje, seveda brez iskanja spopada, in seveda obvestiti ameriško poveljstvo. Toda tudi to odpira scenarije iz nočne more. Ker bi to pomenilo, da bi v bistvu kršili blokado, ki so jo uvedli Američani. Kot vidite, Glejte, niti ni jasno, ker bomo v nekaterih primerih to še videli. Qualsiasi. Ladje poskušajo vstopiti in izstopiti, potem pravi, da tiste, ki plačajo, iščejo naprej. Ne? so danes mi, se zdi. Ta prvi tweet prav Donalda Trumpa, ki je bil včeraj, je bil prvi tweet, v katerem je bila napovedana ta blokada, bil je zelo nejasen, zdi se, da je splošen in tako naprej in tako naprej. Medtem pa sem danes videl, da je CENTCOM, torej vojaško poveljstvo ameriškega območja, prav tako objavilo tweet tipice. Ker, kot kaže, se za te komunikacije uporablja X, so neposredno objavili članek na X, to redko vidim, v katerem so posebej navedli, da so tarča te pomorske blokade. Ladje, ki uporabljajo iranske pristanišča in so torej ali prihajajo iz iranskih pristanišč ali imajo kot deklariran cilj pristanišča na iranski obali. Medtem pa lahko ladje držav, ki ne sodelujejo v trgovini z Iranom, a so vseeno v zalivu, teoretično prečkajo. Tudi tukaj si lahko predstavljamo, da nastajajo zelo sive cone, kjer nekatere ladje pravijo, da gredo na eno mesto, potem pa morda končajo druge. Tudi to je še ena možnost, ki mi pride na misel. Poleg tega sem danes videl, da so vedno, če niso bili, ameriški vojaški viri so izjavili, da bo obstajalo obdobje, začetno obdobje, v katerem blokada ne bo uveljavljena povsod. Niti na tistih ladjah, ki plujejo proti Iranu, da bi dali čas ladjam, ki so že naložene in so že na območju nevtralnih držav, da odidejo. Torej tudi to sem danes prebral. Nekakšen delni umik, če želimo gledati na to tako. Medtem ko je bil dejansko prvi tweet Donalda Trumpa v bistvu res vojno dejanje proti Iranu, seveda. To je malo težko. Razumem, ko izstopaš je v redu, jasno je, da prihajaš iz Perzijskega zaliva, ampak ko vstopaš, kdo mi prepoveduje, da bi izjavil, kam grem oziroma kdo sem? Točno tako. V Irak in potem v zadnjem trenutku zavijem v Iran. Ampak to bomo še videli, vedno obstaja možnost, da se v teh dneh morda pogajanja, dogovori, stvari še spremenijo za božjo voljo. Ampak če se to ne zgodi in se res začne s pravim blokiranjem, torej minejo prvi dnevi, za katere so rekli, da bodo dali nekaj časa, da se odide. In so prve ladje, morda s kitajsko zastavo, ki poskušajo prečkati, to je nekaj milostnega. Nezaslišana kakovost. Še bolj, kot je zdaj rekel Mirko, če so tam ladje, morda tudi iranske ali pa iz držav, ki niso sovražne, ki pravijo, da gredo morda v Irak, ki pravijo, da tja plujejo zakonito, bi skoraj lahko rekli, torej z njihovega vidika, kaj naj naredijo? Pravijo, da grejo v eno pristanišče, potem pa si premislijo in grejo v drugo ali pa spremenijo izjavo. Mimogrede,
To smo zelo pogosto videli, spomnim se pri akcijah Hutijev na trgovski promet v Rdečem morju. Spomnim se, da na spletnih straneh, kjer se to spremlja, imajo tovorne ladje navedeno svojo lokacijo in tudi prijavljeno pristanišče odhoda ter ciljno pristanišče. Pogosto so se igrale te igre, kjer so navedli eno pristanišče, potem pa so v resnici pristali v drugem pristanišču. Spomnim se celo, da so tovorne ladje, ki so bile morda prozahodne, če lahko tako rečem, pisale, ne, mi smo kitajska posadka, kitajska ladja, gremo v kitajsko pristanišče, bilo je prav tako zapisano, recimo. V transponderju, ki ga na to zaznajo spletne strani, ki jih uporabljamo za sledenje. V resnici pa seveda niso bile kitajske ladje. Tako nastajajo vsa ta siva območja, sive cone, ki bi seveda lahko pripeljale, ne rečem do oboroženega spopada, ampak vsaj do resnih kriznih situacij. Torej kriz, v katerih ZDA poskušajo morda se vkrcati na nekatere od teh ladij, poskušajo preveriti tovor, kam je namenjen, poskušajo torej morda z uporabo helikopterjev, lokalnih sil fizično preveriti, da to, kar ladja prijavi, ustreza vsebini in da res pluje tja, kamor je prijavila. Ampak če se vmes znajde tudi samo ena od tistih dveh majhnih kitajskih enot, ki smo jih videli, kaj potem? Kaj narediš? Se približaš? Se ne približaš? Po mojem mnenju smo zdaj že v norosti znotraj norosti. Ampak treba je brati, torej treba je upoštevati vse možnosti zdaj. Pravzaprav smo se pred nekaj dnevi pogovarjali o paru ameriških rušilcev, ki so jih poslali tja, da bi odkrili mine. O tem sem se pogovarjal tudi z Julijem Podžaroljem. Ja. Kaj počneš? Nimajo zmogljivosti, da bi jih odstranili, itd. Jih lahko morda zaznajo. Naj povem, da glede tega vprašanja nisem imel priložnosti podrobno raziskati v detajle. Ampak tudi meni se zdi zelo vprašljiva učinkovitost tistih dveh rušilcev, ki so sicer splošno namenske enote, zelo učinkovite v drugih vlogah, vendar se mi za razminiranje zdijo precej neprimerni. In poleg tega je to vprašanje precej novo, saj bi šlo za prvi prehod ameriških vojaških pomorskih enot skozi Ormus, odkar se je začel ves ta kaos, oprostite izrazu. In resnici sem ti poslal tudi vir glede tega, če se ne motim, ker sploh ni tako jasno, da sta tisti dve ladji, tista dva rušilca, dejansko oba prečkala ožino, kot so rekli. Ker, kolikor sem videl, je pravzaprav en analitik, ki je spremljal spletne strani za sledenje ladij s transponderjem, opozoril, da so vseeno možne napake. Vendar pa ni rečeno, ni preverljivo, vsaj do danes zjutraj zgodnega popoldneva, ko sem gledal, da sta obe dejansko šli skozi Ormus. Možno je, da je bila ena že znotraj, torej onkraj Ormuza, se je približala in se nato vrnila nazaj. Torej ni nujno, seveda so Iranci rekli, da niso šle skozi, tako da se izjave obeh strani razlikujejo. V tem trenutku ne bi mogel potrditi ameriške trditve. Tako je, to je dokaz, ki ni dovolj, da bi lahko rekli, da so dejansko šle skozi. Ker sta bila v tistem trenutku tam dva rušilca, dva različna, ki bi dejansko lahko pa šla z dveh nasprotnih strani in se nato vrnila nazaj. Torej ni nujno, da so šli skozi, glede na odprte vere, ki jih imamo. Če bodo kasneje prišli še dodatni dokazi, bomo to lahko ovrgli ali potrdili. In poleg tega gredo mimo na seveda bolj oddaljeni strani. Ja, tisti, ki je blizu Omanu. Daniele, mnogi so se tudi v klepetu spraševali, ali v Ameriki obstajajo demokrati, ki so pripravljeni izkoristiti to zmedo. Obstaja gibanje, vsaj dve vprašanji sta bili slišani, da bi si mnogi senatorji želeli še en ustavno obtožbo proti Trumpu. To je resnična novica. Kako izvedljivo je to? Američani, kot smo pogosto rekli na tem kanalu, so se zavedli, da bi Trump lahko tudi odstopil. In potem bi bile znotraj razprave, ali ima pooblastila ali jih nima. Težava je v tem, da če to stori tehnično, potem ne pomaga, če 6 mesecev kasneje odločijo, ali je imel pravico to storiti ali ne. In tako smo ugotovili, da ko imaš predsednika, ki je tako izven okvirjev, tako nekonvencionalen, so znamenita ameriška orodja za uravnoteženje oblasti precej otopela. Tako je, ker še nikoli nisi imel predsednika, s katerim bi se moral spopadati na tak način. Obama pa v primerjavi ti je kričemu dal rahel sunek.
Lepo. Ta točka je zelo pomembna. Vidim vprašanje tvojega sledilca o demokratih. Demokrati, kot beležimo že leto in pol, so na nacionalni ravni v kongresu še vedno pod udarom. Imajo staro vodstveno skupino, ki je v bistvu iz generacije Bidna, Pelosijeve, ki ne zmore več, torej je pod udarom. Na ravni guvernerjev rastejo, posebej ženske figure, po mojem mnenju. Dve ženski, ki sta bili izvoljeni v Rhode Islandu in Virginiji, sta zelo zanimivi. Poleg guvernerja Kalifornije, ki pa je po mojem mnenju in tudi po mnenju ameriških prijateljev na preveč radikalnem stališču, dovoli mi izraz, bolj levo glede na povprečnega ameriškega volivca. Torej, v kongresu so pod pritiskom. Drugo vprašanje. Vprašanje, ki si ga prej postavil, glede inflacije in tako naprej, si ga zastavljajo vsi. Že lani smo bili vsi prepričani, začenši z največjimi ekonomisti na svetu, da bo z uvedbo tarif proti vsem in vsemu naj bi bil zelo močan vpliv na ameriške gospodarske razmere. Je bil, vendar ne tako močan. Bolj, ko se približuješ vmesnim volitvam, bolj je jasno, da rast življenjskih stroškov najbolj prizadene posameznega volivca. Če pogledaš, se veliko srečanj republikanskih poslancev in senatorjev na ljudski ravni, v skupnostih, vaseh, konča z zelo močnimi polemikami. V smislu, da povprečen republikanski volivec ni zadovoljen. Ampak pozor! Dejstvo, da oni niso zadovoljni. Naprimer, v italijanskih medijih vztrajajo pri tem, da ima Trump zelo nizko podporo v anketah. Res je, da je zelo nizko pri nekaterih temah, ne pri vseh. Prav tako pa je res, da to ne pomeni prvo, če ni volitev, lahko imaš tudi 0,1 v anketah, pa še vedno vladaš. Drugič, to ne pomeni, da če si zelo nizko, če bi jutri zjutraj volili, bi zmagali demokrati. Pridimo k vprašanju impeachmenta, ki je točka, o kateri že mesece, pravzaprav bi rekel, da je Parabellum eden redkih italijanskih portalov, ki se je te teme resno lotil. Impeachment, če bi danes glasovali, recimo tako, če bi danes glasovali, bi demokrati zmagali v predstavniškem domu. Torej, Trump je to povedal že pred 2 mesecema, o tem smo govorili prav tukaj. Pred 2 mesecema na sestanku z republikanskimi poslanci je rekel, tukaj, če gremo na glasovanje, jaz padem, ker izgubimo, jaz dobim 3. impeachment. Razprava je o tem, da če se nadaljuje, kot je opisoval general Catini, tudi z vojaškega vidika, ampak kot politična posledica odločitev. Ne ravno jasnih, recimo tako, na vojaški ravni. Tvega, da izgubi tudi senat. Torej, tam postane zadeva zelo resna, ker so dejansko sposobni obtožiti polovico vlade. Demokrati očitno čakajo na dan, ko se bo glasovalo. In kot vse države na svetu, smo to videli tudi včeraj na Madžarskem. Če pomislite, glasujete o gospodarskem položaju, ne o zunanji politiki. Ni Iran tisti, zaradi katerega glasuje kmet iz Oklahome, ampak to je posledica blokade, ki si jo ti ustvaril. Torej, ti si ustvaril problem in zdaj si tam, kjer dokazuješ, da ga rešuješ. 1. 2. Pogovor, ki se je prav danes zjutraj odvijal v ameriških podcastih, je ta. Govori se, da bo Trump na koncu poskušal skleniti dogovor z Iranci ob posredovanju. Veliko ameriških voditeljev podcastov je reklo, ampak oprosti, ta kompromisni dogovor je Obama sklenil že pred 15 leti. Jaz sem bil prisoten, ko so po Obamovih dogovorih z Iranom, ki so bili omejeni dogovori, z veliko pogoji, a so bili dogovori. Jaz sem bil prisoten, ko je Obama prišel
na letno svetovno konferenco AIPAC v Washingtonu. Veste, AIPAC je najpomembnejša ameriška judovska lobistična skupina, izjemno pomembna. Takrat je prišel Obama in kmalu zatem je prišel govoriti Netanjahu. To je bil spopad titanov v smislu, da je Obama seveda branil svoj kompromisni dogovor z Iranci. Netanjahu je že takrat rekel, o tem sploh ne more biti govora in tako naprej. Resnica je, da v današnji razpravi v Združenih državah nekateri pravijo, ali ni mogoče, da bo Trump po vseh težavah, ki jih je povzročil, prisiljen vrniti se k Obamovim dogovorom. Trump je takoj, ko je postal predsednik, preklical. Ti dogovori je imela neko vrednost, na nek način je omogočala neko obliko nadzora z eno samo točko, ki bi jo rad poudaril, ki se mi zdi, da je še nihče ni pojasnil. Če se spomnite, pojmo 15 let nazaj, ko so se začeli vsi napadi, najprej z Irakom, potem pa z Libijo. Kaj so Američani rekli Gaddafiju? Odpovej se kemičnemu in bakteriološkemu orožju in gremo naprej. Takoj, ko je ta sprejel kompromis, so ga uničili. Torej, sporočilo, ki je bilo dano Kitajcem, še posebej se spomnim, da je bila o tem razprava tudi na univerzah v Washingtonu, kjer so kitajski prijatelji, kitajski strokovnjaki govorili, ampak oprostite, kako lahko Združene države Amerike sklenejo kompromis celo z diktatorjem, kot je Gaddafi, in naslednje jutro, ko on sprejme dogovor, ga odstranijo. Nihče jim več ne bo zaupal. To je bilo ponudba, za katero so pričakovali, da jo bo zavrnil, a jih je sprejel. Tako je. Ampak oprosti, druga velika, očitna napaka, ker vedno kritiziramo Trumpa, ampak tudi Obama je naredil neverjetne stvari. Začeti moramo s podporo, ki jo je dal Sarkoziju, da uniči Libijo, proti mnenju Italijanov, tako desnih kot levih. Libijo so uničili, pa smo jim rekli, bodite previdni. Ko je Obama rekel Asadu, to je rdeča črta, ne drzni si ubijati svojega ljudstva, ker bom ukrepal. Potem pa je Asad to vseeno storil in Obama ni naredil ničesa. Torej, zakaj vam to govorim? Ker Trumpovo vedenje ni tako izjemno glede na vedenje ameriških vodilnih skupin. Obstajajo trenutki, ko Američani naredijo neverjetne zmešnjave. In povem še zadnjo stvar, ker sem cenil šalo, ki je naredil general Capitini o obisku vodje tajvanske opozicije v Pekingu. Če preberete današnji Financial Times, torej ponedeljkov izvod, boste videli nekaj zelo zanimivega. Kitajci so v resnici Tajvanu poslali veliko pozitivnih sporočil, sploh mu niso grozili. Rekli so jim, povečajmo sodelovanje, srečujmo se pogosteje, pošljite nam svoje izdelke, tudi kulturne. Torej, Kitajci, kar potrjuje to, kar pravi general Capitini, so po mojem mnenju razumeli, da se je odprla priložnost. V svetu, kjer nihče več ne razume, kaj si ta človek, Trump, sploh želi, so potrebna stališča, ki so vsaj na nek način razumljiva. Še zadnja stvar, klofuta, ki so jo včeraj zvečer dobili v Budimpešti. Hočem reči, Trump je pred nekaj dnevi poslal svojega podpredsednika. Vsi smo vedeli, da bo Orban izgubil. Razprava je bila, ali bo izgubil za malo in potem ne bi več mogel. Bi se ti ustavila madžarska ustavna situacija ali pa bi uspeli Madžarsko vrniti v stanje pravne države. Ampak da bojo izgubili volitve, to se je vedelo. Da si poslal svojega podpredsednika Združenih držav kot župana v volilno kampanjo države članice Evropske unije, čeprav si vedel, da bodo izgubili volitve, to ni pomirjujoč znak. Ker bi ti nekdo z vsem spoštovanjem rekel, da nisi ravno genij. No, Obisk Vansa je še dodatno znižal rezultate ankete. Točno to je analiza,
ki si jo upravičeno pokazal. Pozor, to je znak, torej general Kapitino je prav naredil, da je poudaril to točko. Tukaj noter je zelo zanimiv odlomek. No, morda se zavedajo, da je na koncu mehka moč najboljša stvar, lahko naredijo tudi nekaj federalnega, kaj ne? Tajvan ohranja svojo neodvisnost, vendar je nominalno del velike Kitajske. Tako rešiš obe strani brez potrebe po konfliktih. Volitve, ki so videle vojno v Ukrajini, to, kar se dogaja s Trumpom in tako naprej, za takšen otoček, vem, da je to 100-letna zgodovinska obsesija in podobno, ampak resnično ni vredno. Potem je jasno, da Kitajci vedno naredijo nekaj zgolj za videz. Kljub temu pa mirno še naprej kršijo zračni prostor in povečujejo vojaške vaje. Obstaja sodelovanje z Rusi glede tako pomorskih vaj, kot tudi operacij začetka izkrcanja v usklajevanju z ruskimi padalci. Torej, kljub vsemu, pod mizo nadaljujejo svojim vojaškim programom. Gredo naprej, nič več in nič manj, kot da odprejo tajvansko televizijo. Lahko pa je tudi tako. Poskusimo obe poti, palico in korenček, in vidimo, katera nas bolj približa cilju. Zakaj popolnoma opustiti eno pot? Poskusimo vse, samo da dosežemo svoje cilje. Hotel sem vprašati tudi to. Pavlo, kaj misliš o tem, kar se je zgodilo na Madžarskem? Res je, da je bilo vsaj na spletu že jasno, vsaj 2 meseca smo vedeli. Magyar bi gladko premagal Orbana, zato je morda Daniele z malo zlobe hotel reči, da je Trump poslal Vansa ali da ga spravi v težave. Da bi šel tja, naredi dober vtis, potem pa se vrnil domov s popolnim porazom. Ali pa zaradi popolne nesposobnosti, nevednosti in nepoznavanja dejanskega stanja ljudi na Madžarskem. Pred nekaj dnevi je bilo videti, kot da so ljudje zmadali na svetovnem prvenstvu. 80% volivcev, česar ni bilo videti od leta 1989. Vendar naj povem, da nisem strokovnjak, ne samo, da nisem strokovnjak, ampak se tudi ne poglabljam preveč, vendar opazujem tiste stvari, ki jih slišimo vsi. Po 16 letih, kdorkoli, karkoli, naredi karkoli. Vzemimo nemškega kanclerja Kohla, ki je ostal 12-14 let, Merklovo, ki je ostala 10 let. Po določenem številu let, tudi če kandidira Pinokio, zmaga na volitvah. Ker, zakaj? Dovolj, poskusimo. Po 16 letih Džepeta poskusimo Pinokija, ga enkrat zverejo. To je normalno, najprej. Druga ugotovitev je, da ni zmagala opozicija. Poglejte, Madžarska ima zelo nenavadno situacijo, ker ima desnico, tršo desnico in skrajno desnico. Celoten parlament je takšen. Ni nikogar iz centra, levice ali skrajne levice. V vseh drugih parlamentih na svetu, recimo, da obstaja progresivna skupina, obstaja konzervativna skupina, ali če gledamo ideološko, obstaja leva skupina in desna skupina. Madžarska ne, Madžarska ima samo 50 odtenkov črne, recimo, in to je to. Tako da, to veliko ploskanje za spremembo tega ali onega, lete, prešli so iz sepijasto črne v kovinsko črno, ampak še vedno je to isto. Zdaj je treba videti dejanja, ki sledijo temu. Mi zagotovo vidimo, da bo od tega trenutka naprej zastava Evrope plapolala nad parlamentom v Budimpešti svobodna kot še nikoli. Vendar je še treba videti, zakaj so volivci, vsi 80% madžarskih volivcev to povedali. Še vedno želimo Madžarsko, ki ni ravno neka velika napredna država, odprta za to, odprta za ono, odprta navzgor, odprta navzdol. Želimo nekoga, ki je malo bolj umirjen od Orbana, a da je bolj ali manj na isti liniji. To pravijo. Ja. Tudi Pavlo pravi, da ljudem ni bila všeč povezanost z Rusijo in predvsem Orbanova kampanja proti Zelenskemu. Praktično se je na neki točki zdelo, kot da sta bila kandidata za Madžarsko Zelenski in Orban, ker so bili povsod plakati proti Zelenskemu. Ja, ampak v Italiji. In Italija vende. To kot uspeh levice nima nobene zveze. On celo prihaja iz stranke.
Potrebna je precejšnja mera domišljije, ki precej presega dejansko stanje stvari, dejansko stanje. Zanimivo je, zdaj sem poskušal najti, medtem ko sem se poslušal, ampak obljubim, da vam to našel za naslednjič. Obstaja mislec, francoski filozof, ki je uvedel zelo zanimiv izraz, imenuje se kriza gladiatorskih držav. O gladiatorju, odvisno kako je postavljeno. Obstaja ideja, da je sila, da je nasilje tisto, kar ureja odnose med državami. On zagovarja nekaj, kar se mi zdi zelo zanimivo, da je to veljalo v času, ko so bili na političnem prizorišču samo države. Torej, ko je bil čas hladne vojne, jaz imam več tankov, ti imaš več tankov, jaz zavzamem trdo držo, ti zavzameš trdo držo. To je bil sistem, ki je urejal celoten sistem. Danes, pravi on, so se pojavili drugi akterji, drugi transnacionalni akterji, zaradi česar ta pristop ne deluje, ker preprosto ne najdeš sovražnika. Sovražnik ne sprejme, da bi se boril s tabo na tvoj način. Upira se ti na druge načine, z gibanji javnega mnenja, te blati na svetovni ravni, z memi, s takšnimi stvarmi, ustvarja kulturna gibanja levo in desno. Rečeš, ampak ne boš streljal name. Ne. Sam osramotim te, skratka. Osmešim te. In to je nekaj, kar prinaša veliko novost tudi v odnose med narodi. Obstajajo narodi, ki to začenjajo razumeti, in drugi, v tem primeru se mi zdi, da so Združene države ena izmed njih, ki so ostale pri modelu, ki je še izpred druge svetovne vojne, torej pri politiki topnjač. Poglejte, vse stvari, vsi politični ukrepi izhajajo iz pogleda, ki ga imaš na svet in nase v odnosu do sveta. Zato bo recimo ameriški pomorski zakon izhajal iz predstave, ki jo imajo Združene države, o odnosih z velesilami, ki tekmujejo z njimi. In če ne razumejo, da Kitajci morda nikoli ne bodo želeli pomorske bitke ob obali Tajvana za prevlado na Pacifiku, bodo še naprej gradili letalonosilke, še naprej počeli stvari, ki v praksi za naslednjo vojno ne bodo tiste, ki jih potrebujejo. Imeli smo že dva opozorila glede tega, že vojna v Ukrajini z prihodom dronov, neke vrste revne vojne, ki premaga bogato vojno. In Iranči so to samo še potrdili. Revna vojna, ki na mednarodni ravni spravi v težave veliko silo in to še v večje težave. Verjetno je to nova paradigma in če tega ne vidiš, imaš težave tudi pri predstavljanju svojega obrambnega modela, svojega načina ravnanja z drugimi državami. Poglejte, kako malo časa je potrebno, da se ponovno premisli krog zavezništev. Evropa začenja resno razmišljati, morda Američani nikoli niso bili tako veliki zavezniki in ni nujno, da bi nas v primeru resnične potrebe tudi branili. Skrb ni ameriška, da jih Evropejci ne bi branili, ko bi potrebovali pomoč, ampak je ravno obratno. Če bomo mi potrebovali pomoč, nas Američani ne bojo branili. Zato moramo zgraditi niz mednarodnih obrambnih odnosov, ki to upoštevajo in to počnemo hitro, s hitrostjo, ki si je pred 20 ali 30 leti nihče ne bi mogel niti predstavljati. Zdaj, razumevanje teh elementov ti po mojem mnenju omogoča bolj realističen pogled na dogodke v prihodnjih letih. Zdi se, da Združene države Amerike tega do danes niso razumele. In še naprej lajajo. Ko zvok lajanja psa ne straši več, ker se bojimo nečesa drugega in iščemo varnost v drugih vedenjih, čeprav jih plačujemo. Kaj mislite? Ali mislite, da približevanje Kitajski pomeni, da to storite zastonj in ne, da bi za to plačali ceno? V zameno pa vam vsaj ponuja določeno stabilnost, določeno mirnost. In zato smo v trenutku, ki je po mojem mnenju resnično veliko bolj zapleten kot neumnosti, kar počne Trump, levo in desno, ker ni toliko on, ampak je cela skupina ljudi, ki verjame, da je to način, kako se pogovarjati s svetom. In svet se je preprosto nehal pogovarjati z njimi, ne da bi jim nasprotoval, jih sploh ne posluša. Kar je še slabše. Ampak ne toliko to. Obstajajo države, ki komunicirajo. Prej je Eduardo rekel, Centcom komunicira prek X.
Obstajajo države, ki so se prebudile, ali vsaj nekatere državne entitete, in pravzaprav uporabljajo družbena omrežja kot način komuniciranja, pogosto tudi veleposlaništva. Rusko veleposlaništvo v Italiji je posebej aktivno na X. In obstajajo države, ki pa to ignorirajo. Naprimer, nikoli ne boš videl, da bi von der Leyen, nekaj tasga, pisala na X, No, komunikati. sporočila in tako naprej. Obstaja svet, ki se premika, ker razumeš. Ko nekaj napišeš na X, ti sploh ni treba dvigati telefona in poklicati novinarja. Novinarji so že tam in čakajo. Svet je že tam in čaka, da pride ven ta nov tweet od Bensa, od Hekseta. In zato je to tudi bolj neposreden način, da sam nadzoruješ. Ker lahko po potrebi serviraš sporočila, poglejte, danes bomo udarili, poglejte, zdaj bomo sklenili mir. Če rečeš, kar Trump vedno reče, zadnji je bil pred 1 uro, kjer pravi, kakorkoli, Iranci nam zdaj prihajajo naproti z dogovorom. Ampak pravkar si mi rekel, da jim boš naredil blokado in potem se mogoče trg umiri, naslednji dan pa se začne znova. Un'altra dichiarazione. In tako se zavedamo, da tisti, ki zna to uporabljati, lahko to tudi dobro izkoristi. Vemo, da je bilo v tem obdobju veliko trgovanja na podlagi notranjih informacij med objavami in preložitvami pogajanj. Dovolj je, da spremljate Polymarket in druge stvari. Stave v vrednosti milijonov so bile vdane 2 minuti, preden se je nekaj pojavilo na Twitterju. Naključje je, da se to zgodi v petek zvečer, pa se vsi vemo, da so borze zaprte v soboto in nedeljo. Videl sem celo, da je Polymarket imel stave na število ladij, ki bodo v enem tednu prečkale Ormuz. Bile so neverjetne stvari. Ampak dejansko je tudi to dejavnik. Vsem pa se sprašujem, navezujem se na to, kar je rekel Kapitini, ker me res zanima, kako je ta stvar videna zunaj našega zahodnega medijskega ekosistema. Po mojem mnenju velja, da bi morale Združene države biti sila, ki zagotavlja red, mednarodno resnost, svobodno trgovino in še marsikaj drugega. Ni tako, ne? Tudi sam način komuniciranja je prav takšen, kot si ga pravkar opisal, Mirko. To je raven resnosti, ki ni resna. Kar se mi zdi, da bo na dolgi rok v državah, morda predvsem v Aziji, tistih, ki jih ni mogoče zlahka podrediti z različnimi grožnjami, prav to povzročilo težave. Ameriška hegemonija, bolj ali manj neposredna, postaja vedno manj privlačna. Zelo malo. Zelo malo. In nasprotno, je v angleščini, vendar odraža pisatelje in osebnosti iz tistega sveta. Tam so oni tisti, ki plačujejo najhujšo krizo. Ne Evropa, ne Amerika preko oceana, ampak glavno je prav odvisnost. Bila je azijska. Drugič, veš, kakšen pomen dajo besedi Kitajci, Japonci in tako naprej. Dovolj je pogledati obraz japonske predsednice vlade. Ob takih stvareh je ostala povsem zmrznjena. Torej, nas zahodnjake že tako ali tako štejejo za manj zanesljive, manj častne. Potem pa se pojavi nekdo kot Trump, nekdo kot Hekset. Seveda je zanje jasno, da smo imeli prav, so dekadentni in to je dokaz, ker potem vsak še dodatno potrjuje svoje predsodke. Mi smo imeli prav, ker smo rekli, da so ti dekadentni in tako naprej. Predstavljajte si, kako izpade tisti, ki sledi, kot pravimo, zaveznikom ali psevdozaveznikom v različnih podvigih. Torej, tam je še bolj bedno, če si smem dovoliti, ker vsaj Američani, ameriško vodstvo je izbralo, po mojem mnenju, prav ta način vodenja politike. Zelo gangsterski. Kapitini, morda to ne deluje več najbolje, ne? Ker moraš najti nekoga, ki igra to igro s tabo. Naprimer, Rusija morda še vedno igra to igro. Na ta način se zdi, da Kitajska ni veliko prisotna, ne v dobrem, ne v slabem, ker sem o tem ironično večkrat govoril tudi z Mirkom. Kitajska, naprimer, glede vojaške pomoči tem zavezniškim državam. Pošlje res zelo malo, ne naredi ničesar, sploh ne sodeluje v tej igri, v tem spopadu. In vendar, če ne sodeluješ na ta način, vseeno izpadeš, recimo, kot da si zraven. Lahko rečemo vsega pomalo. Višji nivo resnosti, zanesljivosti, varnosti, tudi preprosto občutka varnosti. Če sem zaveznik države, kot so Združene države Amerike,
Danes obstaja tveganje, da se vsakih nekaj dni znajdem v vojni. Ali pa da me prosi, da pošljem pravzaprav, pred sem videl tudi vprašanje v klepetu. Morda poslati ladje, da mu pomagajo tu in tam v vojni, ki se nas sploh ne tiče, ali pa od tega nimamo nobene koristi. Celo ista sila, recimo hegemon, ali pa tista, ki naj bi bila hegemon, ogroža svetovno gospodarsko blaginjo zaradi vprašanj relativno manjše pomembnosti. Mislim, da Združene države, Po mojem mnenju, če ne bi napadle Iran, niso bile izpostavljene neki biblijski grožnji ali čemurkoli podobnemu. Torej, v tem trenutku se zdi to res nekaj zelo neodgovornega. Tako je. Torej, Eduardo, po mojem mnenju bi morali narediti tudi posebno oddajo v živo, mogoče bomo tudi naredili. V smislu, Iran je resnično zaveznik Kitajske, to lahko rečem, bili so si blizu, zaveznik, gre za odnos iz interesa. Oni nam prodajo nafto, zakaj bi Kitajci tvegali? Eno je ugled, ker če bi res pošiljali toliko orožnih sistemov in podobno, tvegajo, da morda ne bodo učinkoviti, da bodo uničeni. Izpadeš slabo, narediš si škodo glede trga nabave in predvsem, ko se tako zelo zapleteš z zaveznikom, ki pa v resnici ni ravno zaveznik. V resnici od njih kupujejo stvari in to je to. Obstaja tveganje, da se potem znajdeš v tunelu, kjer moraš še naprej podpirati in vzdrževati mesto. To je bila napaka, ki jo je Rusija naredila v 80-ih letih, ko je začela podpirati zaradi želje, da bi zbrala čim več držav. In tako so si nakopali kup držav tretjega sveta. Afriške države, ki so stali bogatstvo, ker so bili vedno v vojni med seboj in niso prinašali prav ničesar, in če se prav spomnim, so pravzaprav živeli tako. Od banalne prodaje in podobno, da ko je prišlo do padca prodajnih cen, so vsi praktično postali subvencionirani strani Rusije. V času, ko je imela Rusija že svoje velike težave, sredi 80-ih let, s svojim gospodarstvom. Mislim, da Kitajska gleda tudi na te stvari. Tako je. Sprejeti tveganje, ki ga moraš potem subvencionirati. To je ravno nasprotno. Od tiste politike, ki je bila pravzaprav politika hladne vojne Sovjetske zveze. Z tega vidika so predvsem na Bližnjem vzhodu in v Afriki obstajale države, ki so prejemale velike količine za tisti čas tudi zelo sodobnega orožja. Če pa pogledamo in primerjamo z današnjimi konflikti, resnično prav sodobnimi, je razlika ogromna. Dovolj je pogledati samo, naprimer v vojni za Jom Kipur, kaj je Sirija prejela v nekaj dneh, da je ponovno vzpostavila svoje sile, in potem na drugi strani tudi Izrael. To je bila popolnoma nasprotna igra, izjemno draga, včasih tudi z vidika ugleda. Ker če potem pošleš svoje najboljše protiletalske sisteme v Sirijo, jih tam uporabljajo brez velikega usposabljanja, na hitro in v naglici. Potem se seveda lahko zgodi, da izpadejo slabo. To, kar danes počne Kitajska, je ravno nasprotno. Iskreno povedano, ne mislim, da je tudi to res varna pot, v smislu, da nikoli ničesar ne narediš. Včasih lahko deluje tudi ta ameriški gangsterizem, tudi na ravni podobe. Nikoli ne posedovati, nikoli ne pomagati. Z vojaškega vidika je lahko v drugih primerih. Tudi glede na to, da se na Kitajsko ne moreš preveč zanašati za obrambo. Tako da, ne vem, zagotovo lahko z gotovostjo rečemo, da je to, kar počne Kitajska, resnično drugačno od tega, kar še danes počnejo Združene države. In je zelo drugače od tega, kar sta počeli Sovjetska zveza in Združene države v hladni vojni. Torej, zdaj je čas, da se zahvalim nocojšnjemu sponzorju, to je Inconi, ki ga predvidevam vsi poznate in uporabljate. Zapomnite si, dragi moji, da tako kot jaz vsak dan prejemate spam pošto, telefonske klice, avtomatizirane storitve. Pogosto ste zmedeni, kako so vas sploh dodali na svoj seznam. No, vedite, vsakič, ko se registrirate na spletno stran za brezplačno storitev, če je nekaj brezplačno, to pomeni, da ste izdelek vi. No, Inconi, kaj je to? To je storitev, ki praktično pobira vaše podatke z interneta od različnih posrednikov podatkov, z namenom zmanjšati količino vaših informacij v obtoku. To pomaga ne le preprečiti, da bili vaši podatki preprodani za marketinške namene, ampak tudi zmanjšuje količino neželene pošte ali nezaželenih klicev. Manj podatkov na spletu pomeni manjšo sled na spletu, zato ste manj izpostavljeni tveganju. Torej, Inconi, za razliko od drugih, ne preprodaja podatkov. Plača se malo, pravzaprav zelo malo, ker z mojo povezavo dobite 60% popusta.
Povezavo najdete v opisu in v klepetu. In poleg tega seveda podpirate tudi kanal, delo, ki ga opravljamo, in to je zelo koristno za vse. Jaz ga uporabljam osebno, tako na svojih telefonskih številkah, kot na številkah svoje žene in v svojih e-poštah. Ugotavljam, da sem v zadnjem mesecu prejel le en nadležen telefonski klic od nekoga, na e-pošti pa veliko manj. Torej, je to uporabna storitev in lahko dodate več e-poštnih naslovov ter več telefonskih številk. Vem, da so mnogi to uporabljali tudi na podjetniški ravni, celo z mojo kodo, zato se zahvaljujem, ker sem prejel nekaj e-poštnih sporočil. Jaz sem poskrbel, da je moje podjetje to vzelo. In konec povezavo Parabellum. Zelo cenim to. Je način za podporo kanalu. Na koncu si poglejmo povzetek tega, kar se je zgodilo na vojaški ravni. Izgube Eduardo med nesrečami, sestreljenimi letali, nenavadnimi misijami. Ker povem povsem iskreno, mi smo poročali o misiji za reševanje tistih 2 znanih pilotov letala F-15. Ampak število uporabljenih sil, kaj za vraga je tam počel tisti F-15? Ker kasneje, ko si v miru pogledaš, kakšno misijo bi lahko upravljal? Kakšni cilji so tam? Vse so bili na območju, kjer je letel, že vsi zadeti. To tudi daje misliti, da morda F-15 sploh ni bil tam zaradi misije. In šli so ga reševati, ampak je nudil podporo misiji, kjer so poskušali rešiti. Morda del urana ali pa je šlo za poskus reševanja urana. Ker je število specialnih enot, ki so jih uporabili med Little Birds in Pavehawks, glede na število, nekoliko sumljivo. Predvsem to, da so bile te enote tam in na voljo. Se pravi, da imajo Američani sposobnost vse prepeljati v 12 urah, vendar je zelo sumljivo, da je bilo tam toliko takšnih enot. In predvsem, kot smo pokazali, sta se celo 2 letala blokirala drug drugega na vozni stezi. Število bojnih helikopterjev, ki so jih poslali naokoli, je veliko večje od količine ognjene moči, ki bi jo potreboval, da bi rešil 2 pilota. Pravzaprav to lahko mirno narediš z majhnim Little Birdom, ki je tudi bolj neopazen. Preleti med hribi in gorami. Pod radari. Pilot pobere človeka in ga odpelje po noči, ko ga morda nihče niti ne vidi. Vse to je jasno razvidno. Ali drži, da so izvajali tudi zavajalne akcije? Dejavnosti s helikopterji na eni strani, da bi mislili, da je pilot tam. Iranci so začeli gledati tja, vendar je tudi to zelo sumljiva dejavnost. Torej, kakšen je na koncu skupni seštevek izgub koalicije? Torej, glede tega moje kratko razmišljanje, preden pridem prav k štetju letalskih izgub, kar je zanimivo, vidim, da, oprostite, Preden prekinem sred govora, sem vas želel pozdraviti, ker kot sem rekel, nimam veliko časa. Moram se zahvaliti fantu iz klepeta, ki je vse spomnil, da je filozof, ki sem ga omenjal, Bertrand Badi. Vabim vas, da preberete Bertranda Badija, ki je učitelj, mislim, da v Parizu, na univerzi v Parizu. Nekaj takega, preberite ga, ker je zanimiv. Pozdravljam vse vas, zahvaljujem se vsem, ki ste me poslušali. Žal mi je, da ne morem ostati dlje. Jutri vas bom spremljal v posnetku. Želim vam lep večer. Malo utrujen, ker smo bili včeraj v Pistoji in on se je od tam vrnil v Rim. Jaz sem šel najprej v Livorno, potem pa sem se vrnil domov. Ampak malo nekaj mesecev razlike, jaz in ti. Nekaj mesecev. Živijo. Govoril sem o vprašanju, torej pilotov oziroma 2 članov posadke sestreljenega F-15, ker sta bila na koncu 2. Na tem F-15 se pojavi, kot bi sicer moralo biti. In prav o tem sem govoril na X tudi pred nekaj dnevi. Tam je po mojem mnenju očitno nekaj resnično nejasnega. Ampak predvsem tisto, kar ne drži vode, je, da ta pilot, predvsem drugi, za katerega je bilo vloženega toliko truda očitno, da bi ga rešili, ki naj bi bil bolj kot pilot zadolžen za orožje na F-15. Kolikor mi je znano, danes nisem več spremljal, vendar do pred nekaj dnevi teh rešenih pilotov niso pokazali.
To je nekaj, kar je bilo prvi dan, lahko razumeš, morda so ranjeni, vendar je minilo že nekaj dni po vsej tej zgodbi. In to pravim tudi v nasprotju z mojo, recimo, rekonstrukcijo, ki sem jo naredil pred nekaj dnevi. Ja, tudi jaz to pravim, zaradi poštenosti. Pred kamero so izjavili, da je bil prvi že rešen, v resnici so to naredili namenoma, da bi preprečili, da bi tisti začeli lov na človeka. Prvi pa ni bil takoj rešen. Kot je rekel, Nekaj ne štima, ker je pravzaprav ta stvar res ogromna. Mislim, da še vedno niso pokazali vsaj enega od obeh, ali pa da bi jih razvesili za mrtve v bolnišnici. Nekaj je res zelo nenavadno in me malo sidi, da ponovno premislim. Moja rekonstrukcija je bila, da je bil ta F-15 dejansko sestreljen. Zakaj je vseeno na tem mestu, kot pravijo, ker res je, da mi je uspelo najti geolokacijo, ki potrjuje, da smo vseeno južno od Isfahana. To se je vseeno zdelo potrjeno. Pokazali smo od začetka dele geolokacije, kot so dokazi za Little Bird in Chichet Train. To, kar si rekel, in ostaja še bolj sumljivo, že takrat sem imel občutek, da moram zanikati ameriško različico. Naši dve transporti letali, ki sta pristali, sta se zataknili in nista mogli ponovno vzleteti. Ker ko vidiš tisto sliko enega na drugem, ni mogoče, kdo bi lahko povzročil, da bi se zataknila en na drugem. Torej, tam je moj zaključek, da sta bila ali poškodovana, morda zaradi protiletalske obrambe, in sta pristala, nato pa so se odločili, da ju postavijo enega na drugega, da ju uničijo. Ampak potem je to nekaj drugega. To pomeni, da se nista zataknila, ampak sta bila v bistvu kritično poškodovana strani Irancev, in ker nista mogla več vzleteti, so se odločili, da jo uničijo. zdelo se je skoraj, kot da je eden parkiral pred drugim, ker ni bil več uporaben, da bi ga zaščitil pred ognjem, dokler nisi ustvaril perimetra. Ker je nepredstavljivo, Da bi oba vzletela skupaj in nato obtičala. Res je, da je bila steza pusta, ampak gre vseeno za letala določene velikosti. Zanimivo je videti izgube tudi pri Little Birdu, verjetno je šlo za nekaj takega, da so pristali, mogoče se je eden celo poškodoval, drugega pa so postavili za kritje. Potem so prišli Little Birdi, potem je bila morda streljanje in so bili poškodovani, ker so potem odšli z drugimi prevoznimi sredstvi in so morali uničiti tako letala kot tudi Little Bird. Zdaj, za tiste, ki ne poznajo Little Bird, to so helikopterji, zelo majhni in zelo okretni, videli ste jih v filmu Black Hawk Down, da si predstavljate. Dejstvo, da so morali tam pristati in da so jih pustili, so zelo orožje lahko resno poškoduje Little Bird. Zelo nenavadno je. Na kraj so morali poslati rangerje, da bi branili obroč. Običajno Little Birdi tega ne počnejo, pridajo, izkrcajo in zelo hitro odidejo. Po mojem mnenju, oziroma kar sklepam, je, da so bili Little Bird uporabljeni na način, kot oni pripovedujejo, ker avtonomija vseeno ni dovoljevala njihove uporabe, recimo zmej. Zato lahko domnevam, da je smiselno, da so jih pripeljali tja in jih uporabljali tam, na tistem območju. Vendar pa, na primer, so še druge stvari, ki se ne ujemajo. Ja, o bog, za pilote smo povedali najhujšo. Druga stvar, nekaj, kar bi v resnici lahko rekli, da se v bistvu ujema, je, da če bi, kot pravijo nekateri proiranski analitiki, bili tista dva transportna letala C-130 dejansko sestreljena prav strani Irana, tudi tam je malo verjetno, da bi obe letali padli na isto mesto. Tako da so malce vprašanja na obeh straneh. Torej, stvari se ne ujemajo povsem. Po mojem mnenju bom posodobil svojo, recimo, rekonstrukcijo glede tega, potem pa preidem na izgube, ki jih vidimo tukaj na zaslonu. Glede na to, da teh pilotov niso pokazali po vsem tem kaosu, ko so jih skušali rešiti, je res čudno, ali pa so v res zelo slabem stanju. Ali pa obstaja še ena hipoteza, o kateri sem razpravljal na X, da to ni bila operacija za reševanje pilotov, ampak recimo, da jih ne bi pustili pasti v roke sovražniku, torej v bistvu je tudi to še ena hipoteza. Vseeno mislim, da. Ameriška doktrina, nihče ne ostane zadaj, ampak to je res ogromen napor. Tudi tisti, ki ga imamo, preden sploh pride do izgub. Če ne bo Daniel samo opazovalec. Daniel, o tej zgodbi o pilotih v Ameriki se je razpravljalo, postala je drugotna tema. Novica ni bila posebej pomembna, ker z vidika tega, kar smo mi povedali, so vse različice zelo čudne in jih je težko zagovarjati. In potem jih seveda nikoli niso pokazali, teh prekletih pilotov.
Tako velika operacija, da bi poskušali rešiti 2 pilota, pri tem pa izgubili toliko sredstev s specialnimi enotami vmes. Kar precej, skratka, da je nekaj v ozadju. Zdi se mi, da je Danielu slika zamrznila. Ja, je nekaj težav s povezavo, v redu, potem bomo mi nadaljevali naprej. Izkoristim priložnost, da naredim povzetek o letalskih izgubah koalicije proti Iranu. Recimo tako v tej prvi fazi, recimo temu vojne, kot vidite, sem naredil to objavo na X, ki to povzema. Morda se je Daniele uspel vrniti. No, na kratko zaključim. V bistvu smo prišli do približno 6 primerov. Govorimo o letalih, paste, bodisi zadetih, torej zadetih, pa naj so bila uničena ali pa samo poškodovana. To je v nekaterih primerih znano, v drugih ne, vendar je najbolj zanesljiv podatek, ki ga imamo, da so bila... Morda te slišimo, vendar te ne vidimo. Rekli bi, da je zamrznjeno. Če imaš težave, Daniele, poskusi vstopiti s telefonom. Ne, jaz ga ne vidim. Tukaj sem, me slišiš? Ja, ampak te ne vidim, mislim, da si zamrznjen. V redu. Slišal sem vprašanje, me slišiš zdaj? Odmrznjeno. Če si jo slišal, super, potem odgovorim. Torej, o tej zadevi s piloti se ne govori. Poslušal sem vaša razmišljanja, o katerih ste govorili, še preden jih povem. Ne. Je motenje signala. Je motenje signala. Je aktivnost. Novih sovražnikov, Mirko. No, vsem bom dodal tudi svoje vprašanje, ko se Daniel vrne, ker bi tudi jaz rad bolj natančno vedel, ali je res vsaj ime pilotov že objavljeno. Saj tega danes nisem preveril. Če je bilo kaj konkretnega objavljeno o pilotih, kolikor vem, ne, s piloti, mislim, tako pilota kot tudi drugega člana posadke, seveda. In prav to, če se o tem govori, če se je kdo začel spraševati, kje so, mislim, predstavljam si, da tudi opozicijske sile, je enostavno... In tako naprej. In prav to, mogoče pokažete iste preklete pilote. Če se vrnejo domov, bi moralo biti tudi nekaj slave. Veš, ko so rešili pilota iz Vietnama in tako naprej, je bilo tudi nekaj slave za pokazati. To je kot v filmu. Nekdo izmed demokratov, Daniele, je vprašal, ali pokažete ta 2 rešena pilota? Neverjetno, zgodba za film in tako naprej. Pa nič. Ja, pravim, ne, o tem se ni govorilo. Zanimiva je razlaga, ki jo je dajo Fontana. Edina točka, v kateri so govorili, je bila, da če jih ne bi uspeli rešiti in bi jih na primer zajeli Iranci, Trump ne bi mogel zdržati pritiska ameriške javnosti. Torej, pozor, nekaj podobnega se je že zgodilo januarja, ko so ti zamaskirani agenti, če se spomnite, hodili pred šole, da bi ujeli Latinoameričane, ki so morda peljali otroke v šolo. Da, bilo je kritik, vendar ne preveč. Preobrat se je zgodil, ko so ubili 2 belopolta, ameriška kristjana, žensko in moškega. Takrat so morali res spremeniti pristop. Če bi ujeli 2 ameriška pilota, bi imel Trump izjemno velike težave z ameriškim javnim mnenjem. Če pomisliš, to je ena izmed razlik med vrsto vojne, ki jo vodi Trump z svojim javnim mnenjem, in tisto, ki jo vodi Netanjahu z svojim. Politika. Medtem je to grafika izgub na The War Zone. Rumeno označuje tiste, ki so vprašljivi, torej poškodovani. Po mojem štetju jih imam nekaj več kot tukaj. Tukaj namreč manjka en F-18, ki se ga boste spomnili, vendar obstaja video, morda smo ga tukaj pri Parabellum enkrat videli, kjer je F-18 zadet in le rahlo poškodovan. Ampak sem se odločil, da ga vsem dodam, ker je posnetek, in me M5 ga zadene v rep, eksplodira. Torej, saj nekaj šrapnelov. To bi bil Kata, zato sem ga v svojem štetju opisal kot poškodovanega, sicer pa se zelo prekriva s prikazom, ki ga vidite.
Mislim, da je v mojem štetju seveda veliko več dronov, tistih, ki jih označujem kot male, torej akronim za drone srednje višine in dolge vzdržljivosti, kamor spadajo tudi Reaperji. Je jih nekaj več, ker če se ne motim, je minilo nekaj dni, ko sem naredil svoje štetje. Potem so v mojem štetju tudi vsi te izraelski droni te vrste, ki jih je veliko. In poleg tega sta tu še dve zanimivi dejstvi, dva drona iz te kategorije, iz držav, recimo iz zalivskih držav ali iz Saudske Arabije, se zdaj ne spomnim, eden se mi zdi iz Saudske Arabije in eden iz druge države v zalivu. Zanimivo dejstvo, ker jih je sestrelil Iran in so eden od dokazov o vpletenosti teh držav v konflikt. In to so droni kitajske izdelave. Dodajamo še ta podatek za barvitost, imenujejo se Wing Long, zelo so podobni tudi ameriškim. In da zaključim govor o izgubah. Torej, kot pravimo, vpliv na vojaško razporeditev je potreben komentar. V smislu lovcev, bojnih letal. Čeprav je morda celo prvi F-35 bil ne samo poškodovan, ampak tudi popolnoma uničen. V tem konfliktu, ker vemo, da je opravil zasilni pristanek s poškodovanim pilotom, morda ni več mogoče rešiti letala. Vendar pa poleg teh dejstev, glede na moč, ki jo imajo Združene države, izguba lovca za Združene države ne predstavlja posebej pomembne izgube. To so AWACS. Tukaj vidite nekoliko starejši sedež, bil sem samo na enem AWACS-u. Pravzaprav so ugotovili, da je med napadom na to bazo v Saudski Arabiji šlo za iranski raketni in dronski napad. Ni bil uničen samo eden od teh letal AWACS, ki so zelo pomembna tudi za Združene države. Ampak, kot kaže, je bil poškodovan tudi še en primerek, kar so priznali tudi ameriški uradniki, in v tem primeru bi samo ta dva primerka, eden uničen, eden poškodovan, predstavljala 12% flote. Torej, v tem primeru je to že zelo pomembno, dovolj je omeniti, da imata Rusija in Ukrajina, na primer, še manj takih letal. Za to vrsto letal pa je, če se ne motim, minilo več kot 1 leto, preden so izgubili prvega, torej tistega, ki ga ne. V Belorusiji, potem tistega, ki je bil zadet nad Marnazovom, točno. Bila je Belorusija, A-50, ki je bil poškodovan v Belorusiji, in potem še 2, če se ne motim. Izkoristim to priložnost. Tako, Daniele, prva lekcija, ki jo je, po mojem mnenju, ta vojna pokazala na začetku, je bila iranska strategija. Vedeli so, da bodo v prvih dneh izgubili svoje zmogljivosti za izstrelitev. To so vedeli. S tem so računali. In zato so skušali premišljeno zadeti sisteme AWACS, radarje, sisteme za zgodnje opozarjanje in tako naprej, da bi na to izvedli svojo kampanjo s tistim, kar bi ostalo od njihovih izstrelitvenih zmogljivosti. Ampak zaporedni, ker imajo vseeno ritem, ki ostaja bolj ali manj podoben, z rahlim, pravzaprav ponovnim zagonom. Ampak politična ali strateška lekcija je bila, da so ameriške baze, ki so bile tam za obrambo teh držav, v resnici predstavljale trenutno nevarnost. Torej, lekcija, ki jo sprejemajo zalivske države, je, da ameriške baze in ameriško predsedstvo, ki naj bi jih branilo, jih v resnici ne branita, ampak jih spreminjata v tarče. Če jih tam ne bi bilo, verjetno ne bi bili vpleteni. Torej, v Ameriki se zdaj tega zavedajo. Vojska verjetno da, zagotovo pa zalivske monarhije. Vendar to veliko pove tudi za prihodnost. Kdorkoli ima ameriško bazo, te ne zaščiti toliko, ampak te naredi za tarčo. Te vseeno naredi. In potem mi. Odmutaj, ker mi ne uspe. Daniel, ne vem zakaj, ampak moraš to narediti ti. Včasih se streamer zatakne kar sam od sebe, ne? Še vedno si utišen. Še vedno si utišen, Daniel. Vidim te utišenega, ali mikrofon je aktiven, ali pa si res utišen. Poglejmo malo tukaj, ker to je ena izmed prvih stvari, ki so jih vsi opazili. No? Ja, dejansko, mislim, zaščita. Bolj kot zaščita se zdijo kot zagotovilo za vključenost. Potem pa je res, da Američani, pravzaprav paradoksalno je ta škoda skoraj večja za zaveznike kot za Američane, v smislu, da smo videli, kako Američani na to so nadaljevali svojimi operacijami, se umikali na baze, ki so morda nekoliko bolj oddaljene, z večjim evropskim vključenjem. In dejansko napadi na zalivske države
z vzponi in padci nikoli niso naleteli na res neprebojno ali učinkovito obrambo, ki bi zagotavljala zaščito kritične infrastrukture. Pravzaprav je ravno nasprotno. Tako da še danes, če bi se konflikt znova začel z množičnimi raketnimi napadi, bi bila prva ranljiva tarča prav tista kritična gospodarska infrastruktura. V zalivskih državah še danes ni ničesar, kar bi bilo mogoče braniti. Pa, Daniele, Neveljavno je tudi tisto vprašanje, ki smo ti ga torej postavili, in bilo je, čeprav je res, da so bili prejemniki. Torej, glede vprašanja duševne oviranosti, ta 25. člen, razprava o tem poteka že nekaj dni. Ne zdi se mi, da bi bili republikanci pripravljeni na tako resen korak. Obstaja del gibanja MAGA, naprimer Greenova, tista, ki je imela skrajna stališča, MAGA, ki je zapustila kongres, ki je izrecno vprašala, ali ni morda to priložnost, da preverimo, ali je predsednik Združenih držav Amerike sploh še priseben ali ne. Vprašanje je bilo postavljeno, vendar absolutno ne verjamem, da bo kam pripeljalo. Vrnimo se k pogovoru, ki smo ga imeli prej o mestnih volitvah, po mojem mnenju pred vmesnimi volitvami, če jih sploh uspejo izpeljati, ker še vedno mislim, da danes, če bi volili, bi Trump zgubil. In če ve, da bo zgubil, si bo nekaj izmislil, še ne vemo kaj, ampak si bo nekaj izmislil, da jih ne bi izvedli ali da bi jih svedli, pa jih ne bi razglasili, jih razveljavil, nekaj si bo izmislil. Vprašanje pilotov, o tem smo govorili. Tudi glede tega obstaja globoka razlika med vojno, ki jo vodi Trumpova administracija, in tisto, ki jo vodi Netanjahu. V smislu, da ameriška družba sploh ni sposobna prenesti tega, kar ste prej opisovali. Fontana, skrivnostna zajetje, o katerem pa v ameriških medijih v bistvu niso veliko govorili, 2 pilotov. Če bi ujeli tista 2 pilota in ju vozili po Iranu v kletki, bi bil Trump v velikih težavah. Drugačna pa je izraelska zadeva. V smislu, da za Izrael, za pomemben del izraelskega javnega mnenja, vprašanje Irana traja že 47 let. Tudi tisti, ki sovražijo Netanjahuja, in to je zelo pomemben del izraelske družbe, tudi v desni sredini. Torej, ni to samo opozicija Netanjahuju, ampak je to tudi znotraj desne sredine. Torej znotraj stranke, ki ima že leta oblast. Po mojem mnenju je izraelska družba sposobna prenesti tudi spopad. Vendar te to pripelje do točke, ki bo čez nekaj ur v Washingtonu postala, in že zdaj je, to pa drži, v ameriških medijih vlada veliko pričakovanje, ker bo prvič prišlo do neposrednega srečanja med Izraelci in Libanonci na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. To je povezano z novico, ki jo je pred 3 urami objavil podcast londonskega Timesa. Po poročanju londonskega Timesa naj bi bilo res tisto, kar so Iranci povedali glede Izraela in Libanona. In sicer, da je bilo v premirju predvideno tudi to, da bo Izrael ustavil napade na Hezbolah, kar Izrael očitno ni storil, in to je povzročilo težave v odnosih. Trump, kot veste, je izrecno govoril z Netanjahujem. Pred nekaj urami je prosil, naj umirijo napade. Težava je v tem, da libanonska vlada že tedne pošilja signale, da bi poskušala doseči kompromis z Izraelci. Vendar absolutno ni sposobna ukrepati na podlagi dogovorov, ki veljajo že leta. Da bi odstranili Hezbolah kot bojujočo organizacijo, ki nadzoruje pomemben del juga Libanona.
Tako, ima libanonska vlada v resnici zelo malo prostora za poskus dogovora. Ker na eni strani mednarodna skupnost zahteva, da Hezbolah preneha izstreljevati rakete proti severu Izraela, hkrati pa tvega, da se znajde v državljanski vojni, ki se je v zgodovini Libanona pojavljala periodično. In to je glavna skrb. Glavna skrb Libanoncev je, da se država ne bi znova razdelila. Res pa je, da obstajajo razlogi, tudi ekonomski in strateški, za Libanon, da poskuša izstopiti iz tega primeža, kjer skoraj vsakih nekaj trenutkov Netanjahu vstopi v Libanon. Uniči Hezbolah, vendar tudi tam, Mirko, ti si strokovnjak za te stvari. Če pogledate v teh 6 tednih, vsak dan Netanjahujeva vlada pravi, da so udarili tukaj, da so udarili tam. Naslednji dan pa se pojavi 500 borcev tam, 4 rakete tam. Pravzaprav, ne glede na to, kaj vlada izjavlja, je to malo tako kot lani, ko je Trump rekel, da je uničil iranske jedrske elektrarne. Netanjahu mu je pustil, da to reče, ampak bilo je očitno, da jih ni uničil. Če bi jih uničil, ne bi bili tukaj in se spraševali, kaj se dogaja. To je bil logičen govor. Nobena vojaška sila na svetu, da. Lahko to naredi, tudi če bi to storili, ne bi imel zagotovila. Ker nobena vojaška zmogljivost na svetu nima možnosti iti pogledati tja spodaj, da bi potrdila škodo. Pregloboko je. Pravzaprav, če pogledaš, potem je glede te točke v izraelskih medijih razprava. Torej, nekdo pravi, teh 440 kilogramov izjemno nevarnega urana je tako globoko, da jih nihče več ne bo spravil ven. Torej, jih ne bojo spravili ven niti Iranci, niti Izraelci, niti Američani. Nihče več ne ve, kaj se je zgodilo. To, kolikor jaz vem, čeprav se ne spoznam na vojaške zadeve kot vi, sem pa videl že nekaj vojnih stvari, je po mojem mnenju najbolj nevaren trenutek. Ker v trenutku, ko ne veš več, zakaj se boriš, če pogledaš, kaj so želeli narediti, jedrski del in raketni odziv Irancev, v redu. Iranci, začel si s tistimi znanimi 15 točkami, 10 točkami, kaj ti pravijo Iranci? Mi ne zaupamo, če se odpovemo jedrskemu orožju. Recimo tako, če se odpovemo jedrskemu orožju, smo končali, glede na izkušnje, o katerih smo prej govorili. Ampak to je isti razlog, zaradi katerega je Severna Koreja, s katero je pred nekaj leti Donald Trump govoril, da so postali prijatelji, ampak ne zgubimo tega izpred oči. Še naprej gradijo nove atomske bombe, ker pravijo, dokler imam atomsko bombo, me nihče ne bo napadel. Torej, če povzamem, to je sporočilo, ki ga dajejo. Ampak ne samo Trumpova administracija, ampak zgodovinsko gledano, kot smo rekli prej, pogosto Združene države niso spoštovale dogovorov. Tako kot jih ni spoštovala Rusija, tako kot jih ni spoštovala Kitajska in tako naprej. Torej, ne moreš imeti sveta, ker nihče, tudi tisti mali, prej ste opisovali iranski odziv, jasno je, da odgovarjaš na napad na popolnoma asimetričen način, ampak v Washingtonu nisi mogel ne vedeti, da če ti potopi 4 ladje, ti jih nihče več ne zavaruje pri Lloydih iz Londona. Nisi se mogel ne vprašati. In vrnimo se na začetno točko, ampak ti vojno. Počakaj, odklepam ti spomin, Daniel. To so satelitski posnetki malo pred ameriškim napadom, en dan prej. 16 tovornih tovornjakov, ki vstopajo v predor iranskega jedrskega obrata Fordov, tik pred ameriškim napadom. Ampak kaj so vendar odpeljali? Smeti? Pravzaprav so odpeljali material, za katerega danes sploh ne vemo, kje je. Verjetno je raztresen na več mestih,
verjetno zaradi razpršitve tveganja. In za katerega vemo, in to vem tudi iz virov, s katerimi sem govoril, Spodaj predvsem Izrael, sredi teh strateških načrtov bombardiranja in podobno. v resnici obstajajo tudi obveščevalna poročila, da bi poskušali ugotoviti, kam so jih skrili. Seveda, ampak glej, oprosti, če pomisliš, razprava, ki poteka zadnja 2 ali 3 dni v ameriških podcastih, kot sva prej omenila, in sicer, ampak ali ni bil kompromis z vsemi omejitvami, ki jih je našel Obama, pravzaprav bolj previden prav glede tega scenarija. Se pravi, imel si določene oblike nadzora, ne popolne, ampak učinkovite, ki so na nek način ublažile tveganje. Ampak vrnimo se k začetnemu problemu, ki ga je omenjal tudi Fontana. Fontana je rekel, ali je bil Iran res ali ni bil eksistencialna grožnja za Združene države Amerike. Zdi se ti smešno, ampak ne, ali je ali ni eksistencialna grožnja za Izrael. Da že 47 let že to ti da vedeti, da imaš 2 vojni, v katerih Netanjahu iz preiskave, prepričan sem, da so jo mnogi videli, iz velike preiskave prejšnjega tedna, ki jo je objavil New York Times, so rekonstruirali celotno zgodbo. In vsi ameriški vojaki, ki so bili prisotni na srečanju med Netanjahujem in Trumpom, so rekli, predsednik, ne ukrepajmo, ne ukrepajmo. Na koncu je bil po rekonstrukciji New York Timesa, ki ni bila zanikana, prav Netanjahu tisti, ki je rekel Trumpu, mi že imamo zmago v žepu, pojdimo in boš videl, kako se bo dobro končalo. Razlika pa je, kot sem že prej rekel, da imata ameriška in izraelska družba popolnoma različne točke odpora. Američana zanima, če se podraži bencin, Izraelca pa zanima, če mu nekdo izstreli raketo nad balkon njegove hiše. Torej, dojemanje je zelo različno. Torej, ti 2 družbi, problem je, da bijeta 2 vzporedni vojni in nobena od njiju, to je moj vtis, ne vodi nikamor. Ker tudi libanonska fronta za odstranitev Hezbolaha, ki je v teoriji popoln, v praksi pa ne deluje ne samo zato, ker ima družbeno ceno v primerjavi s šiitskim in krščanskim prebivalstvom južnega Libanona, ker niso samo šiiti, tam so tudi krščanske vasi. To smo videli tudi pred nekaj dnevi pri incidentu z duhovnikom, ki je iz Libanona potoval z konvojem v krščanske vasi. Ta vrsta napada na jug Libanona ima smisel le, če služi odpravi grožnje, sicer nima nobenega smisla. Če se ti zgodi, da ti vsakih nekaj trenutkov spet izstrelijo novo raketo, to pomeni, da nisi dosegal želenega rezultata. Torej, jaz kot nekdo, ki ni strokovnjak za vojaške zadeve, pravim, da ta zgodba traja že 6 tednov in ne prinaša ničesar. To so izraelski vojaki, ki vstopajo v vasi, vidi se tudi od tukaj. Jaz želim izpostaviti eno od Rocafortevih točk, to je razlog, zakaj želim napredovati onkraj Litani, ker si želijo ustvariti varnostno območje. Na nek način to spominja na to, kar so Turki naredili v Siriji s tistim varovalnim pasom. Kot da bi rekli, tukaj postavimo naše vojake, tako da če želiš bombardirati, bombardiraš tukaj, ne prideš do Izraela. Ampak veliko sreče pri bojevanju od hiše do hiše, po ulicah, na tako velikem območju, ko moraš izslediti vsakega posameznega vojaka. To je skoraj nemogoča operacija. Res je, tudi če pogledamo širše, Eduardo, Iran ni nekaj, kar bi Izraelu grozilo z invazijo. Poleg tega se sliši, da imajo atomsko bombo že od leta 1998, kot pravi BB, lokalnih sovražnikov, sosedov, ki bi lahko resnično ogrozili obstoj Izraela, pa že dolgo ni več. Paradoksalno bi rekel, da zgodovinskega vidika morda danes, zaradi te katastrofe, Iran še bolj kot prej komaj čaka, da si pridobi jedrsko orožje. Iran seveda trenutno ne mislim, da ima kakšno veliko sposobnost, da bi to storil v zelo kratkem času. Vendar je
kot da bi grožnja tudi za Izrael, tudi z izraelskega vidika, lahko paradoksalno postala veliko večja. Od tega, kako se ta katastrofa zaključi, ker kot se strinjam z Morom v smislu, da do danes, kar se je zgodilo, je, da smo prišli iz dogovora tistega Obamovega, ki je zagotavljal določeno raven nadzora, in po mojem mnenju je to edina pot, ki ima smisel. Z neko nasprotno silo, recimo temu, tako da preprečimo, da bi začela jedrsko tekmo. V smislu, da je država kot Iran tako velika, ima toliko prebivalcev, ima takšen gospodarski in tehnološki potencial. Videli smo tudi zaveznike ali vsaj partnerje na najvišji svetovni ravni, ki imajo atomsko orožje, ki imajo atomsko tehnologijo. Nerealno je misliti, da če si ga narediš za sovražnika, mu daš vse razloge na svetu, da si pridobi jedrsko odločilo. In dokler se skratka ne zlomi, ga še naprej udarjaš vsakih 2 ali 3 mesece, dokler ne popusti. Jasno je, da ne bo mogel narediti nič drugega ta država, kot da poskuša pridobiti to odvračalno sredstvo. Da, res. Nikoli prej nismo bili tako blizu dejanskemu popolnemu napadu na Iran kot tokrat. Bili so to izmenjave, posredniška vojna. Vedno so bile izmenjave. Bile so. Lej, to je tisto, kar se dogaja zdaj. Libanon, ko udaraš tako, dejansko to počneš. Jaz temu pravim učinek Marinke, za tiste, ki se spomnijo lunarne pokrajine v Ukrajini. Ko ne moreš ničesa nadzorovati, to zravnaš z zemljo. Tako tega ne morem uporabiti ne jaz, ne ti tukaj. Tako se navezujem na ta video, da podam zelo kratek komentar o Libanonu, vse smo ga že omenili. Ja. Po mojem mnenju postane očitno nekaj pomembnega. V smislu, da obstaja sila, kot je Hezbolah, in ima v bistvu tudi vojaški pomen. In z vidika Izraela je to grožnja za severni del, čeprav seveda spomnimo, Hezbolah ne more udreti v Izrael in zavzeti polovice države. Se pravi, včasih sem bral tudi te stvari pred meseci, ko so v bistvu opravičevali operacije proti Hezbolahu. Je pa seveda to grožnja, predvsem z vidika izstreljevanja raket, predvsem kratkega dosega. Kar sem hotel povedati, je, da če želi Izrael izkoreniniti tega nasprotnika, je uporabil prav ta glagol, v smislu, da bi ga bilo treba izkoreniniti na najbolj brutalen možen način. Tudi zaradi posledic za tamkajšnje civilno prebivalstvo. Ker lahko Hezbolah obstaja samo in izključno takšna sila z podporo in z recimo, da bistvena podpora precejšnjega dela lokalnega prebivalstva. In zgodovinsko gledano bi rekel, da so poskusi običajno neuspešni vojaških sil, da bi okupirale in izkoreninile gverilske vojske, bolj ali manj konvencionalne tega tipa. V vsakem primeru najbolj resni poskusi, ki so bili narejeni, običajno vključujejo tudi depopulacijo teh območij. Torej, tisto, kar se običajno počne v tem boju, recimo proti gverilskem boju, če ga tako imenujemo, je odstraniti bazo, podporno bazo, ki jo imajo te sile. In seveda se ne izbira sredstev, odstraniti bazo pomeni, tisti video smo ga videli, pomeni pregnati prebivalstvo, morda v širokih pasovih desetine kilometrov. In vse to pa včasih ustvari nekak kačo, ki si grize rep, ali psa, ki si grize rep. V smislu, da to seveda povzroča nezadovoljstvo. Libanon in recimo tisti del prebivalstva, ki simpatizirajo s Hezbolahom in se bolj radikalno upirajo Izraelu, danes se to lahko še poveča, ko vidijo, kaj se dogaja recimo njihovim libanonskim rojakom. Tako, in zato se morda z vidika, torej se strinjam z Mornelom, da z geopolitičnega vidika, glede na to, kako želijo Izraelci rešiti to zadevo, izraelska vlada to zadevo, dejansko je danes najbolj primeren trenutek. V tem smislu, da imajo proste roke. Vendar to ne pomeni, da bo delovalo. Torej, če se vrnemo k Iranu, k iranskemu odvračanju. Pusti, da odgovorim. Ali upravičuješ tistega, ki je bil? Prvič, če nimaš intelektualnih sposobnosti, da bi sledil temu kanalu, pusti to. Tukaj nihče ničesar ne upravičuje. Nekdo samo pravi, da ko so vojne, ko se vojne zaostrujejo. Če se postaviš v kožo Irancev, si boš priskrbel jedrsko orožje, kar je prva stvar, ki jo lahko storiš, da se izogneš takšnim posegom. Ne pravim, da to upravičujem. Povem ti samo, kaj bi naredila vsaka razmišljujoča oseba, strateško gledano, in Iranci to počnejo, vedo, kaj počnejo, ali obstaja razlog, zakaj ne streljajo na Ciča. Topovska bomba na Kim Jonga
ampak seveda, ker kljub temu, da ima vojsko z tanki iz 50 let, ima nekaj atomskih bomb. Zato nehajte s temi igricami. Kot takrat, ko mi pišejo v kratkih videih, o tem ne govoriš, oprosti, to je kratek video, imam 2 minuti. Kako naj govorim še o drugih temah? Ti govorimo z logičnega vidika. Kar počnejo, ni opravičevanje, ni mi mar niti za opravičevanje Izraelcev, niti Irancev, niti Hezbolaha, niti Američanov. To sploh ni delo tega kanala. Opravičevati to, kar počnejo, pomeni razložiti ti, da ko pripelješ vojno do skrajnih meja, bodo seveda oni sprejeli skrajne previdnostne ukrepe. In tu je paradoks, da nam že od 98. govorijo, da imajo jedrsko orožje, in od 98. je minilo že veliko let. In paradoksalno jih bo ta situacija tukaj pripeljala še bližje jedrskemu orožju. Torej, je to prerokba, ki se sama uresničuje. Točno tako. Torej, zdaj resnično poskušajo priti do jedrskega orožja? Da, dodajam, da prav na to temo, torej da pojasnim več, ne opravičujem, ampak pojasnjujem, dinamiko, ki se dogaja, to je tisto, kar poskušam narediti. Imam tudi nekaj primerov, ki so me zelo presenetili, v smislu, da so to Iranci iz diaspore, ki živijo v Evropi, znanci ali pa ljudje, s katerimi imam stike, ki so bili vedno popolnoma proti režimu. Ne vsi, ampak nekateri. Torej, celo oni so začeli ponovno ocenjevati smisel imeti jedrsko odvračanje, celo nekateri od teh Irancev tukaj, to povem kot dejstvo. Ja? Ker obstaja tudi zmerno krilo, ki ga morda ni pametno pritiskati. To bo povzročilo reakcijo. V resnici Izrael nima resničnih zmogljivosti, da bi udaril, da bi bil smrtonosna grožnja za Iran. Obstaja tudi zmerno krilo v Iranu. Ni tako, da so vsi taki, obstajajo tudi tisti, ki so govorili, poglejte, če bomo pritiskali na to, bomo dobili odgovor z druge strani. Res je, da zdaj s tem, kar se dogaja, torej z iranskimi posredniki, ki izginjajo, Iran ima več težav doma in zato ima tudi manj denarja za financiranje posrednikov. Jasno je, da bo vojna postajala vedno bolj neposredna med njimi, preko zraka, ker so razdalje resnično tisoče kilometrov. Ampak iskreno, nobeden od njiju nima resnične strateške sposobnosti, da bi udrl v drugo državo, da bi grozil, še posebej, če bi imela oba jedrsko orožje. Igra bi bila končana. Mimogrede, tudi to je dejstvo, ki se ga premalo upošteva. Pazite, ker ni nujno, da če Iran izvede jedrski preizkus. Mimogrede, če izvedejo jedrski preizkus, bo to njihov prvi jedrski preizkus. Verjetno bo šlo za napravo, ki bo malo ali sploh neuporabna v balističnih raketah, ker so tiste nekoliko bolj sofisticirane in vseeno ena naprava jim ne prinese kakšnega posebnega odvračanja. Seveda je to velik preskok kot sporočilo, vendar vemo, da ima Izrael tudi z tega vidika določene obrambe. Torej, pozor, ni tako, da bi tudi, če bi dosegel to raven jedrskega odvračanja, torej s testom ali pa z začetkom, izjavo, dokazom, to ne pomeni, da gre za jedrsko odvračanje, ki v kratkem času konkretno ogroža Izrael z uničenjem. Predvsem pa to ne pomeni, da je prva stvar, ki jo želijo narediti, ko imajo jedrsko bombo. Katerikoli režim, to povem povsem politično, katerikoli iranski režim, ki doseže odvračanje, nič, pravi seveda, da je prva stvar, ki jo želi narediti, samomor, tako da jo vrže na preostali svet. To je pač moje stališče, ki sem ga vedno imel. V smislu, preveč se jemlje kot samoumevno, da so norci, da je edina stvar, ki jo želijo kolektivni samomor naroda in v bistvu pozivajo k povračilnim ukrepom drugih jedrskih sil, ki so veliko močnejše od njih. Z upanjem, morda z njihovega vidika, na to domnevno norost, da bi izstrelili raketo na svojega večnega nasprotnika. Ampak z gotovostjo, ker Iran z vidika protiraketne obrambe, predvsem jedrske protibalistične obrambe, sploh nima ničesar takega. In tega ne bo imel niti v naslednjih 50 letih tega procesa. Z tega vidika je država popolnoma nebranjena. To je tudi nekoliko iranska iluzija, da če pridobijo jedrsko orožje, Izrael ne bo mogel več napasti. Vendar smo to videli že pri Ukrajini in Rusiji. Tudi ta paradigma se je zlomila. Imaš jedrsko silo, ki jo neprestano, mirno bombardirajo droni in rakete. Zadnji 2 leti je tudi ta paradigma padla. Prej so mislili, imam jedrsko orožje, zato me ti ne moreš napasti. V resnici, ko vojna ostane na konvencionalni ravni, se gre tudi v to smer. Oprostite, imamo še zadnjih 5 minut, prepuščam jih Danielu.
Zaključki, kaj ti potegneš iz vsega, kar smo do zdaj razpravljali? Ko vas poslušam, vam moram povedati, da preživljamo najtežje obdobje po koncu druge svetovne vojne. Nas so učili, vsaj mojo generacijo, da so bili prelomni trenutki kubanska kriza, torej Kennedy in Hruščov, ter nato padec Berlinskega zidu. Ni tako. Res je, kubanska kriza, vendar so jo vedno predstavljali tako, kot da je Kennedy zmagal, Hruščov pa zgubo, pa se je šlo pogledat. Pravzaprav so ceno, tudi po zaslugi brata Johna Kennedyja, torej Boba Kennedyja, Američani plačali Sovjetom nekaj mesecev kasneje, brez prevelikega pompa, in na nek način so našli kompromis, kjer si je potem vsak v bistvu razdelil plen. Zrušitev Berlinskega zidu je v bistvu konec enega dela Evrope in tudi Afrike, kjer je bila prisotna Sovjetska zveza, vendar to ni bil konec geostrateške ureditve na svetovni ravni. Tisto, kar opisujete, nocoj nismo govorili o Ukrajini, nismo govorili o Latinski Ameriki, o Venezueli, ampak obstajajo kljub Trumpu, ki je rešil 8 vojn v 10 mesecih in bi mu morali dati Nobelovo nagrado za mir. Če pogledamo, je ta administracija ustvarila več konfliktov, vendar težava ni v konfliktih. Ustvarila je konflikte brez strategije. Medtem ko so bile vojne, ki so jih povzročili Bush starejši, Bush mlajši, Obama, morda slabo vodene, Biden, Afganistan in tako naprej, ampak imeli so okvir, gremo osvoboditi narode. Tukaj ti je v 10 dneh dal 10 različnih različic. Torej, kot da se je situacija iracionalizirala. Enaka reakcija, ne podcenjujte pomena papeža v ameriškem katoliškem svetu. Res je, da je ameriški katoliški svet razdeljen, v smislu, da so Latinoameričani ena vrsta katolicizma, Irci, Poljaki in Italijani, na primer v Združenih državah. Je to katolicizem, ki pri nekaterih stvareh sledi, pri mnogih drugih pa sploh ne sledi stališčem. Na primer, papež Frančišek je bil v Združenih državah v bistvu osovražen pri delu katolikov, ki so ga imeli za zagovornika tretjega sveta, prijatelja Latinoameričanov in tako naprej. Poglejte, vendar pa je spopad ta papež, ki je Američan, res je perujec, ampak ima potni list. Nocoj je Trump, ki ni več vedel, kako bi se izmazal, vzel fotografijo papeževega brata, ki je šel z njim v Belo hišo in je poskušal rešiti zadevo, rekoč, ta papež je poraženec, ničesar ni razumel, zmeda. Ampak njegov brat pa ja, ker je moj volivec in tako naprej, tega ni razumel. Kaj je vrednota? Vatikan. Torej, Trump je zamenjal papeža z Madurjem, z Kim Jong-unom, z Hamenejem. Ja. Ta ni razumel, da obstajajo nekatere točke, recimo, da jih je čez en mesec mora Trump, če tega spet ne prestavi, iti v Peking k Xiju in povedati, kako si želi najti rešitev s Kitajci. On ne more. Se pravi, ti mu moraš dati odgovore. Če se obnašaš na tak način, kakšne odgovore sploh lahko daš? In kdo te bo jemal resno, če vsak dan spremeniš odgovor? Torej, rekel bi, da je to vse. Tudi mi vas puščamo z vprašanjem. Saj nimamo odgovorov na vse. Če bi jih imel, bi šel staviti na številke za loterijo. Iskreno se zahvaljujem generalu Capetiniju, ki je prišel in včeraj so bila v Pistoji, tako da je moral 4 ure voziti, da je prišel in 4 ure nazaj. In vseeno je šel danes zjutraj, če se ne motim, na televizijo, danes je pri nas, jutri pa se vrača na televizijo.
Daniele, ki jutri spet leti, odhaja, tako da nam je uspelo uskladiti. Eduardo, ki ga vedno zelo pozno obvestim, pa vseeno vedno pride in je dobro obveščen. Torej, hvala vsem vam in ker je Daniele rekel, kaj pa se dogaja v Južni Ameriki, torej 15. bomo imeli Batisteso, to je nov gost, kjer bomo seveda govorili o Latinski Ameriki, nato pa se bomo v tednu vrnili k vprašanjem o Ukrajini in vsem ostalem. Torej, hvala vsem skupaj in se kmalu vidimo, ter hvala vsem, ki ste včeraj prišli v Pistojo. Lep pozdrav. Vse najboljše, adijo do naslednjič.